In tudi dejansko mi, da z vami sva se poslovile. Lahko jokaš. Pa kolikrat to povem, mi še vedno Ja, se ful. Čekaj, da vidim, če rabiš robček. mogoče 50-50 chance, da jaz preživim. V bistvu je bilo tako, da je še meni moj kirurg rekel, da ni mogel verjeti, ne. Pri kolikih letih Pred 12. so dodali antidepresive? Okay. Ja, pred 12 leti sem dobila antidepresive. Malo bi se še vrnila na tisto obdobje, ko si bila postavljena v bolnico. Jaz sem se ful zaprla sama vase takrat. Jaz sem v bistvu noter v temo. valjda, pa se mi zdi, In veš, to, da jaz naredim v enem letu mi je brez veze. Pa rajš nimam tega, kakor da to delam, ne. ja. Ampak ja, neko obdobje sem imela podvig, da bi se lotila svojega make-up studija. Pa, mislim, kako si začela s tem? In mi smo zdaj kar začeli, jaz ti jo predstavila, oziroma bo se sama, pa gremo, jaz smo zdaj se itak že tu ful menila in sem jo slučajno zvedela, da se Tija ukvarja tudi z make-upom. Tako da, Tija, zdravo, kak si? Odlično. Razen tega, da ful vroče. Ja, prevroče je. Pa danes je še tako, nekako sem mislila, da bo solidno, ampak je ful soparno. Jaz sem šla ob 7:30 od doma Aha. in pridem ven iz hiše in že sopara na polno, ker sem še razmišljala, ok, imam neke naramnice, se me bo verjetno zeblo, smo tako Ja. dobro, sej boš potrpela. Čisto ok je bilo. Tako da, ok, predstavi se sama, kako se ponavadi sama opišeš, če te nekdo vpraša, Tija, kdo si? Kdo sem? Kaj, mislim, tako bom rekla, sem Tija, v bistvu, vedno sem rekla, da sem plesalka, čeprav je to zdaj zadnje leto ni več, ampak še vedno plesalka po duši. Ostane, ja. Ja. ostane. Študiram tržno komuniciranje, odnose z javnostmi in ja, ukvarjam se z socialnimi mreži. Basically že 7 let, po mojem. Preden gremo v socialna mreža, vse to. Zdaj smo začeli z make-upom, ne, tako da zdaj Ja. moramo to obrazložiti, da ne bomo kar zamenjali. Torej, make-up, to je verjetno tvoja strast že od takrat, ko si začela YouTube, koliko sem jaz pogledala. Ja, So ja. to bili neki challenge. Ja. Kaj se je potem zgodilo s to strastjo? Še delaš zdaj? V bistvu to je bilo tako, začelo se je zaradi plesa. Jaz sem si že, ko sem plešem že od mehanga in že, ko sem prve tekme, ko so bile, se še nismo mazali, ko sem bili stari tako 6-7 let, ne. Pa takoj, ko je bila prva priložnost, sem takoj mami prosila, če me lahko namaže, gledala po njenem make-up coach, ko sem si iskala stvari, jaz bom pa jaz te malo mazala, ne. Tako da za začetek me še mami mazala za tekme, pa enkrat je šla pa ona na dopust in sem mogla iti sama na tekmo in se sama mogla namazati in jaz sem takrat ratelj mi je, vzljubila sem, všeč mi je bilo in od takrat naprej se je nekako to začelo razvijati in tak YouTube, gledala sem posnetke, se učiš nekako iz tega pol ven in pa sem pa sama začela z YouTubeom, me je nekako potegnilo, da malo pokažem, mislim tako, rada sem snemala to, jaz popoldne, ko sem prišla domov, nikamor nisem rabila iti, pa sem se usedla pred špego, pa sem si začela delati make-up, pa sem si ga lahko čez 1 uro dol dala, pa mi je bilo tako. Meni je bilo to tako, kot da bi šla risati na platno. Tako zabavno. In potem si rekla, da si začela delati s to? Da si Ja. začela delati? V bistvu začela sem delati, šla sem na make-up tečaj. Odločila sem se, da mogoče to ni čisto, da nekaj mičkano več rabim in sem šla na pač make-up tečaj, pa sem jih s tem še tako malo izpopolnjevala stvari in sem dejansko imela kakšno leto, sem vsake toliko, koliko je ne, 10 let sem naličila, pa je ne 6-7 maturantk, no. Pa ja, prijateljce, vsaka je imela neko priložnost, ja, se lahko pridem k tebi namazati, tako da pač pa je iz tega nekako izvirali, cela družina, vsi so pač vedno k meni hodili, ampak nekako je vedno zmanjkovalo časa za to, tako da sem to zdaj pač dala na stran, še vedno obožujem make-up, ampak da bi ga pa jaz dejansko delala, pa nekako mi ne znese. Kaj so te recimo naučili ok, to me je vedno zanimalo, kaj so neke tips and tricks, ki ti jih dajo na teh make-up tečajih, ki jih recimo se ti nisi mogla naučiti preko, ne vem, YouTube videa od nekoga? Pa dejansko ne vem, če je tako, kaj prav tako
posebenega. Naučiš se bolj dejansko neke tehnike, kako uporabljati, kako pareč čopič, kako blendati, se pravi, da pač delaš neke krožne gibe, da je lahka roka, tega ti na YouTube videih ne povejo. Ponavadi pač ona ti pokaže, kako stvar zablenda, ampak kako pa ona roko uporablja, kakšen čopič je ta prav, takih stvari pa ponavadi ne sveš glih na YouTubeu. Pri komu pa si se učila, kako mu si šla to? Anja Kolenc. Ok, poznam, ona tudi dela laminacije, pa to ne. Ja. No, na svojo prvo laminacijo, ko sem sem šla k njej Ja. in ona drugače meni ful dobro dela, pa nasplošno mi je všeč laminacija, Ja. kako jo naredijo, ampak jaz sem se počutila, meni je bilo too much, Aha. ker sem veš, kar naenkrat imela malo široke. Ja, pa Ja. temnejše, se pol navadiš, ampak tisti prvi šok, ko se pogledaš, pa si tako, kdo je to? Ja, Kaj si bo v misli in pač mislim, ona mi je naredila lepo pa vse, ko pa sem šla enkrat še k eni in mi je pa naredila tako, da nisem pol šla v šolo. 4 dni nisem šla v šolo. Pa ne veš tako, da mene ni bilo nikoli tako, da sram, mislim, vseeno mi je, kaj si kdo misli, ampak prav tisto pa sem bila tako, shit, pač jaz takimi obrvi ne morem. Ja. Tak je bilo, ne? Ja, tak, da... videla sem že kar veliko zafejlanih laminacij. Se mi zdi, da je to tako kar tako. Meni tudi veliko ljudi, pač, oziroma ne, tako bom rekla, pred 2 sem bila, obe sta mi super naredili, ampak tako je. Jaz imam ful obrvi, ti imaš tudi ful obrvi in pač pri takih obrveh ti narediš laminacijo, so obrvi tako debele. In so tako ful in buši in vse se ji pač ponavadi je tem, kaj to delajo všeč. Ampak meni osebno ni, jaz sem navajena vse imeti mičkan tanjše obrvi, tako da jaz jih vedno hodim na laminacijo, ampak jaz jih vedno dol potegnem. Pač imam dvignjene, ker drugače imam moje obrvi so take oporniške, nikakor ne moram delati z njimi. In če ni tako najbolj ta močen got to be glue gel, to ne stal. Tako da pač grem na laminacijo, zato da mi jih malo zmehča, si jih moram pa vedno pol sama zoblikovati, oziroma tako potlačiti dol. Ok, eno vprašanje. To imam jaz vedno težave, vedno, zato zdaj recimo niti nimam gela gor, pa nič, zato ker si moram vzeti verjetno samo 1 uro, da si to naredim, ampak ok, jaz imam trenutno zdaj dober gel od Catrice, ko je ful močen. Okay. In kaj imam jaz problem, da ko si naredim, tudi če si bolj potegnem, si dam, ne vem, ok, si potegnem, ne vem, kaj bom čez vrejo z, ne vem, nekim konsilerjem in pol se meni čez par ur, ko zašvicaš, naredi tako, da si bi lahko to odlepla dol. Kaj misliš, da je to problem? Preveč ga daš. Misliš, da ga dam preveč? Ja. Ker sem gledala, da ene si pa prav počešajo jih v eno smer, v drugo smer si ga pač dajo ful notri. Ja, to sicer ne vem, ampak jaz osebno, meni se je to dogajalo. Ampak ja, ponavadi meni se je to dogajalo, ker sem si ga dala ful. Jaz sem res kot kartačkov gel noter pomočila, ful si jih namazala, ostale so zabetonirane, so bile do večera. Pri meni tudi. Jaz sem pa fajn feeling, ko veš, da lahko kaj narediš. Ampak je pa ful lepš pa pol zgleda, ko so vse en mal jih vidiš, vse en so mal take flowe, ampak glih tok, da ne padejo ven, ne? Da ne pade zdaj kakšna voli iz linije, pa mi štrli klele gore. Kako si recimo dobila stranke preko social media? Ja. Ok. Ja, na Instagram. Naredila sem svoj profil, ki sem že pozabila, kako se imenuje, Friday Studios, nekaj takega. Ni več aktiven profil? Ja, mislim, imam še odprtega, ampak v pravici ga ne uporabljam. Tako da tam, v bistvu na tem profilu sem pol objavila pač par slik z mojih make-upov, ki sem jih naredila, itak so bile prve stranke pač moje prijateljice pa tako, ne. In ja, pa iz tega so mi pisali v bistvu že sam na Instagramu inbox. Se spomniš, koliko si dala ceno takrat, kako dolgo nazaj je bilo to? Zdaj prav, da sem imela profil to ni toliko dolg, to je 2 leti po mojem. Predtem so mi pa še na moj Instagram pisale. Sploh brez da bi, ne vem, če sem kdaj dejansko prav omenjala, da delam make-upe, ali pa sem, se ne vem. Ampak tako kdaj so mi napisale, pa sem pa tako, ok. Drugače pa tu se 2 leti nazaj sem dala ceno 40 €. 40 €, ja. Za valet maturanca. Maturanc je bil, mislim, da nazadnje. Da je bilo tako, da je maturanc je bil ja, oboje je v bistvu invalida in maturanca sem imela 40. Se mi zdi, da kar normalna cena. Ja. Zdaj je tako se eskaliralo, ampak se je tudi logično, veš. Ja, Dragi produkti uporabljajo, Se itak Ljubljana. Razlika je v čisto tem, druga imaš stvar. ti kvalitetne produkte ali imaš pa ti pač esenska trisa, ne. Ja, to je res, ja. YouTube.
ples. Gremo najprej na ples. Torej, ti si rekla, da si ponovadi rekla, da si plesalka. Ja. Kar začni. Vem, da boš tu imela ogromno zapovedati, tako da kar začni. Ja, mislim, že kot majhna ful rada plesala. Vsakič, ko sem slišala muziko, meni je bilo to tako wow. In so me že v vrtcu upisali na plesne. Eno leto sem bila v vrtcu, pa sem šla pa že takoj v neko plesno šolo. Koliko sem zamenjala, 3 različne plesne šole, še ko sem bila majhna. Sem bila ful tako občutljivček. Vsako stvar, če mi učiteljica ni odgovarjala, je bilo to konc zame. In če je bila preveč stroga, sem pa jaz tako, ful sem bila tako prestrašena, nisem še nič tako ful veliko upala. Čeprav sem na koncu pristala pri učiteljici, ki je bila najbolj stroga, znana po tem, da je najbolj stroga, ampak najboljša. V bistvu sem šla pri enih 6-7 letih plesati jazz balet. Plesala sem v plesni šoli Mojce Horvat in pač, če je kaj, me je pa ful veliko naučila. Same tehnike pa tega, pa nisem bila ene 4 leta po mojem pri njej, pa sem pa itak zbolela in sem pri 12 letih nehala plesati. In to je bilo po mojem 1 leto pa pol, ko nisem plesala, ker v bistvu sem bila v bolnici in pač nisem smela. Pa sem rekla, ne, hočem nazaj, hočem probati hip-hop, ker takrat je hip-hop začel biti popularen in sem bila tako, ok, dajmo probati hip-hop. In sem šla v eno tako manjšo plesno šolo, v bistvu hodila sem v Minimundo in to je bila taka domača plesna šola, tako bom rekla. Glih bilo je, po mojem so bili 3 trenerji, vse skupaj, majhna dvoranca, vsi smo se poznali in tudi na koncu je bilo tako, da sem jaz plesala hip-hop, sodobni ples, breakdance, balet. Jaz sem dejansko 7., 8., 9. razred moje osnovne šole po šoli se odpeljala tja in bila od, 4 popoldne do 9, 10 zvečer tam. Tako, cele popoldneve, tudi za vikende, pa če sem basically živela v tisti dvorani in meni je bilo to tako, to je bil moj life, to je bilo meni fajn. Pa sem pa spet zbolela, oziroma pa se mi je spet moja bolezen poslabšala in sem mogla nehati spet plesati za kakšne 3 leta. In pa sem pa tako, ne, nočem še tukaj končati. Vseeno me je še vedno mikal, gledala sem moje bivše soplesalke, so še vedno plesale. In sem se odločila, pač enkrat sem šla probat na en klas v bolero in sem pa tako, ja, hočem iti nazaj plesati. In čeprav sem imela mišljenje, jaz ne bom več tekmovala, dosti sem imela tekmovanj, ker so dosti stresna. So me kar potegnilo tudi to tekmovanje. V bistvu so bili tako, ja, itak logično, da bo šla na audicijo za tekmovalno skupino, ne boš zdaj v pripravljalni ostala. In pa sem pa tako, ok, pač enkrat na teden več so treningi, sprav več bom plesala, kdaj imamo za vikende priprave, tako, ne. Sem pa tako, ok. In sem šla pol v bistvu v tekmovalno skupino in sem plesala zdajle v boleru od 2019, se pravi pač 4 leta. Lani pa, ne vem, nekako me je prešinilo, da mogoče je pa zdaj čas, da zaključim. Vsi so se zamenjali, v bistvu tako je, najstarejša sem bila v skupini, ja, veš, ko si star 22, pa imaš pa zraven soplesalke, ki so s tabo v formaciji, ki so stare 16. Drugačni pogovori so, drugačna dinamika je in sem nekako kar imela občutek, da v njih spadam. Moja generacija, moja družba so že vse nehali plesati. V bistvu 1 let sem še zdržala, sem še ostala. Sem pa tako, jaz sem tukaj zaradi plesa, nisem tukaj zaradi družbe, ne. Ampak te kar nekako, nekaj ti manjka. Ni več to. Vseeno je tudi ljudi, ki jih imaš okrog med plesom, se kar pozna, kdo je s tabo. In ti nekako boljši experience naredijo, no. Ja, tudi če lahko dodam, se mi zdi, da lahko ti naredijo ful boljši, lahko ti ga pa recimo poslabšajo, itak, ne, odvisno bolj spet, kakšen je nekdo kot oseba in tudi pač kak ima trener kak bo pač trener zrihtano, če rečem po naše. Me zanima, kaj pa potem recimo, da bi šla k kaki drugi skupini, ki so pa bili starejši, si razmišljala ali ne? Da bi prav zamenjala neko plesno šolo, nisem Ali pa nikoli. recimo na boleru tu, kako Je ni. skupino.
Okay. je v bistvu ni, ker so že vsi so tako mlajši, že pač prišli k članom, da smo mi starejši pač počasi nehali oziroma šli med trenerje. Tako. Si pa tudi bila nekaj časa trener, ne? Ja, v bistvu še letos. Učila sem tamale, se pravi na osnovni šoli, pa je bilo ful zabavno. Tako res je, vidiš nek drug način, ki jim je še vse ni tekmovalno, vse je zabava, ampak imajo pa naprimer enkrat v celem letu eno tekmo, ki tekmujejo v bistvu med šolami in to ful jim to pomeni. Ker sem jaz videla pač, koliko jim je to wow, sem pač prav pogreje ti srce. Pa nisi potem ostala v tem? Ne. Po pravici za leto sicer še nismo še nič menili. Če bi obdržala to osnovno šolo, ki sem jo zdaj še na koncu imela. Katera je bila to? Oš Sostro. Aha, ok. Ja, imela sem, na začetku leta sem imela 7 skupin, po sem pa decembra stran dala 5 skupin. Zato, ker v bistvu nisem... Moja bolezen se je začela malo slabšati in zdaj, ko se karkoli začne dogajati, se jaz umirim, ostavam in sem tako, ok, zdaj se pa vstal, fokus nase in 2krat sem šla že čez hudo izkušnjo in sem bila tako, zdaj takoj, ko vidim, da nekaj ne štima, se moram zresniti in takrat sem tudi rekla pač, da ne morem, da imam preveč vsega na pladnju in so pač me čisto razumeli. Tako da sem pol tisto vso ostro obdržala, ker pač enkrat na teden, 2 skupinci, ena za drugo. Sem pa tako, to mi ni problema, blizu mi je, tako da tiste sem imela še, ja. Gremo potem še malenko seveda na tvojo izkušnjo, tvojo bolezen, kaj si dala čez. Me pa zdaj zanima, sigurno imaš, lahko deliš kakšne občutke ob, naprimer, tekmovanjih, ali pa kaj ste recimo vse dosegli, lahko poveš tu, se lahko kar malo pohvališ, ker se mi zdi, da imate kar dosti pokalov, medalj, priznanj, dosežkov. Ja, malo se moram spomniti dejansko. Torej, če ti si rekla, da si že tekmovala takrat pri, kako si rekla, v Minimundu. Ja, takrat si že tekmovala v kateri zvrsti, ali v vseh? Ne, takrat sem imela samo hip-hop, oziroma v street dance smo tekmovali. To je v bistvu hip-hop zgodbo. Ti tako veš. Ja. Mi smo vedno, to me je nekako potegnilo, vedno me je že tako igralstvo malo bolj vlekel in igra nasploh in tukaj je v bistvu bil ples, zraven še z neko zgodbo, igro in mi je bilo pač street je bil meni vedno na vrhu liste. Tako da že takrat smo imeli malo skupino, smo bili, kaj smo, po pravici zdaj, da mi poveš, ne vem čisto točnih, vem, da smo bili svetovni podprvaki, pa eno 3. mesto z malo skupino, pa smo imeli kaj, formacija, 2., 3. mesto državno, pa svetovno, se ne vem na pamet. To je bilo to klet, ki je, toliko imaš tekem, od državno, evropsko, svetovno, pa toliko različnih formacij, da bi mogla zdaj lepo po formacijah iti. Pa še to se ne spomnim čisto točno, da ne vem čisto točno, kje je rezultat. V glavnem, ja, je bilo veliko stopničk, no. Kje pa ti je bilo najboljše, če se spomniš? Ja, v boleru. Ok, kaj pa na tekmi ali pa... Aha, tako, kakšna določena tekma. Makedonija je bila zelo zanimiva. Tako, ne bom rekla, da mi je bilo top of the top, ker smo imeli kar koloboci z Makedonci. Ok, kakšnih pa? Zdaj tako, hoteli njihovi so taki malo bolj, vse je tako na free. Tako, oni so tako, vse je v redu. Počasni so, tako, take stvari, ampak kar se pa tiče same tekme, pa ko smo bili tam, se mi zdi, da smo bili najbolj povezani še nekako tam. To mi je bilo ful dobro, kot skupina sem si zapomnila. Pa kakšna Folonika v Italiji, to smo bili takrat, se spomnim, smo bili v hiškah. To je bilo tako mislim, da nas je bilo po 5 v eni hiški. In tako smo imeli kar neke take mobilne hiške so bile in smo imeli pač kar neka mini vas naših plesalcev.
In tisti je bilo ful dobro. Smo hodili pač pa malo ven, pa malo smo šli na plažo, pa tako da tisti je bilo fajn. Tekme so pa itak bolj, vse zelo podobne. Noter si v dvorani, tisti dan, ko imaš tekmo, si itak cel dan v dvorani, se pripravljaš, ogreješ, preplesuješ in pol še čakaš svoje, pač svoje plesne šole, da vsi končate. Se pravi, ponavadi tak zjutraj prideš v dvorano in zvečer greš. Pa ste imeli vse financirano z vidika Bolerota, recimo? Torej prevoz na tekmo, prenočišča? Ne, vse smo si sami plačevali. Tudi en razlog več, zakaj sem nehala plesati, ker mi je finančno bilo za mojo dušo malo preveč, tako bom rekla. Da bi bile samo treningi, mi je tako, ok, 100 € na mesec v redu, pač za vsako stvar ni problem. Ampak tukaj so se pa nabrale tekme, pa si šel na tekmo, pa si imel prevoz za tekmo, hrana na tekmi, prenočišča in se tukaj kostumi, se tukaj pol nabrali kar kakšnih 500 € še dodatnih, ki si jih mogel krog maja, junija dati. Plus še pol 2 tekmi, ne, evropsko in svetovno. Kaj pa kakvi festivali? Na festivale nismo toliko hodili. V bistvu naša trenerka nekako ni bila toliko zainteresirana takrat za njih. Bili smo pa glih na 2 festivalih. Ja, ne vem, smo jo prosili, ampak smo imeli toliko dela že z državnim in mi smo vedno plesali 2 formaciji, in street in hip-hop, da nekako nikoli ni zneselno. Pa si imela mogoče kako štipendijo ali pa kaj takega od države? Kaj je štipendirala plesalce? Ne, kar se tega tiče, moraš biti res, to se pravi, hip-hop je edina, mislim tako, če gledam hip-hop pa street, je hip-hop edina, ki jih dobijo štipendijo, pa še to ne kot formacija ali pa mala skupina, moraš biti solo ali pa duo, kar pa jaz pri hip-hopu nikoli nisem plesala. Pa še to je stvar, da moraš na, mislim, da evropsko pa svetovno, prva 3 mesta, to so neki, pač te lahko dobijo štipendijo, drugače pa ne dobiš. Torej to dejansko so lahko maksimalno top of the top. Koliko rečemo je to Slovencev, če rečemo, so moški, ženske, člani, mladinci. Ja, jaz bi rekla, 18 ljudi. Ja, max, pa še to ne vem. Ne, jaz bi rekla max 10. Ja. Ja. Do roduo še, to smo zdaj spustili. Ja, ampak še vedno tudi moraš gledati, da to moraš vsako leto imeti zdaj ti rezultat na stopničkah, kar pa na svetovnem pri hip-hopu spet ni tako lahko, ne? Ne, ni to, crazy. Pa že na državnem, če zdaj pogledamo, kakva konkurenca je, pač to je crazy, jaz se spomnim neko sem jaz sem tekmovala 1 leto, leto sem tekmovala v mladinkah, ampak to je tak, če ti nisi pri neki taki šoli, da se na tebe fokusirajo, ker pač imamo ljudi, ki vemo vsi, da so v plesu privilegirani, ampak če se ne fokusirajo na tebe ali pa če nimaš crazy talenta, ja. Talenta, ali pa če res nisi tak samoiniciativen, da pač treniraš ko zmešan cele dneve, je pač ful težko. Ja. Pač toliko ljudi, ne, da si bi kdo sploh znal predstavljati, ne, ko prideš na evropsko, na svetovno, ti imaš 120 solist. Ja, že se mi zdi v Sloveniji, ker če pogledamo neke druge športe, saj jaz verjamem, da je vsak šport težki, ampak tako so pri marsikerem športu, ko lahko, ne vem, jih je v ekipi 24 ali pa 12, pa jih je 10 na klopci, pa tudi oni na klopci imajo A status. Pri plesu pa so mene zafrkavali enkrat, pa mi smo bili, jaz ko sem plesala pri TBA-ju, mi smo takrat edino leto, ko Bolero ni bil prvi v formacijah. In veš, pač vseeno, potem je bilo ful žal, ker nismo sicer koreografijo mogli iti na evropsko, pa svetovno, ker je bila korona itak. In dobiš pač neki status, ne imaš neki status, itak se zato trudiš in veš, potem te zafrkavajo, ne vem, v šoli ali pa profesori, da to je pa C status, zato pa ni A status, ker ti lahko A status pri plesu dobiš samo, tako si rekla. Sam na državno moraš iti, pa dobiš v bistvu si, oziroma ne, na eno mednarodno tekmo moraš iti, da si v reprezentanci noter, da to lahko dobiš status, ne. Se pravi, moraš biti med formacijami, med prvimi 6 ali pa med malimi skupinami, med prvimi 6, kar pa spet ni tako težko.
Je pa težko biti pa med solo pa duo, Ja. ker je pa tega toliko več. Ampak se mi zdi, da danes že med recimo formacijami pa malimi skupinami, če ti nisi res v neki skupini, kjer so tisti posamezniki notri, ne? To je res, ja. Ja, pa če jaz recimo Ja. zagledam, jaz sem prišla plesati v Celje, ker ti pač v Mariboru, ne vem, če je kdo v Mariboru, ki je med prvimi 5 bil. Vem, da so zdaj na eni šoli, mislim, da na Vibu so bili prvi med mladinci, eni iz Maribora, drugač pa ne vem, če je kdo v članih. Ja, se to je bilo nam, ko sem bila v minimum, do tej mini plesni šoli, da smo mi bili pač drugi na svetovnem, nam je bilo to tako, Ja, to je wow. bilo crazy. Mi smo bili na državnem 6. Ko mi smo se Če ti dejansko... 6. mesto še lahko gre? 6. mesto še A, lahko jaz mislim, gre. na 5., okej. Ja, na državnem, ali smo bili 5. Zdaj ne vem, ampak mislim, da jih gre, škaj je, 5 jih gre, če je pa prejšnji lanski bil svetovni prvak, se pravi, tista skupina gre v vsakem primeru naslednje leto spet na svetovno. In to se je zgodilo naše leto, da je že bil, tega so bili prvi bolerovci, so bili kvalificirani že za naslednje svetovno in zato je šlo naslednjih 5, torej 6 ljudi. Mislim, 6 formacij. Okej. In mi smo takrat bili 6, ko mi smo se kvalificirali. In ja, pol pač tak, no je bilo tako, wow, mi smo bili drugi na svetovnem, pač istih 6 formacij je šlo, mislim, 6 malih skupin je šlo takrat. Ja, bi lahko bili isto. Ne? Ja. Ampak se mi zdi, da smo Slovenci, no, kar v vrhu plesa. Ja, Če ta gledaš. Je, ne vem. veliko ljudi se tega ne zaveda, ampak ti imaš veliko ljudi iz tujine, ki pridejo na svetovno, pa evropsko, pa niso tako dobri. So Slovenci večinoma, se mi zdi, da največ medalj poberemo. Ja, pa če gledaš, da je neka mini Slovenija, pa da je recimo formacija prva pa druga ali pa prva pa tretja. Ja. Što je, pa dejansko se ti zdi, da je tu recimo znotraj Slovenije fair ocenjevanje, ali oni točno, še dobro, če zdaj gledamo recimo solistke, ne, pa jih je 80. Da oni točno vejo, ok, to tih 20 bomo pri 20, ostalo... Ja, mislim, nikoli nisem imela kakšnih pogovorov z kakšnimi sodniki, tako da ne bi vedela, ampak ja, vedno je, vsaj v Sloveniji, itak veš, tistih najboljših 10, ker jih je ta najboljših 10 in tudi če ti daš 120 punc plesati naenkrat, boš njih videl. Tudi če v tistem momentu ona ne bo dobro plesala, jo že poznajo, vejo, kjera je in vejo, da bo polka bojo dali v finale, pač wow, polfinale, finale, ne, da bo dobro odplesala. Tako da res moraš izstopati, sploh da se prebijaš naprej med tistih top 20, bi jaz rekla. Nikoli nisem imela te izkušnje, nikoli me ni mikali plesati med gručo ljudi. Kako to? Da nisi niti recimo duo šla nikoli? Plesala sem solo street. Okay. Ti si mi je bilo všeč, pa sen si sam na odru. Svojo muziko imaš, sestavljeno koreografijo imaš, freestyle pa nikoli ni bil kaj zame. Pa se spomniš, kako točko si imela? Na kako varianto? Ja, imela sem ene par solotov. Ta prvi sem bila ulični zabavljač. Tako imela sem vse žive inštrumente, od tamburina, kaj sem še imela, trobente, pa pol na koncu mikrofoni, sem čez vsako tako stvar šla, kao pač zbiram denar, ne. Pa sem bila voodoo girl, v bistvu, takrat sem imela še dosti podobna barva laska zdaj, še pač ne pobarvane rjave lase, modre oči in pač črn make-up. In so pač moje oči že tako ful prišle do izraza. 2 taka čopka in 8 lutk, ki sem jih sama naredila, veš, za zbadati. Tako da tista točka po mojem je bila moja najljubša točka. Zato, ker, ne vem, prav zaljubila sem se vanjo, ful sem uživala v njej. Pa kar dobro mi je šla, no. Tako, pa je bila pa še zadnja, ki sem jo pa imela, pa nikoli nisem prišla na tekmo z njo. Ali sem imela še kakšno mes? Ampak ne. To je bila pol ta tretja, ko pa delala sem dreamcatcherje. V bistvu sem imela lovilce sanj v ozadju in sem v bistvu šla čez različne sanje. Tako da tista je bila taka fajna, ampak se niti ne spomnim, ker sem glih mesec pred državnim ful zbolela in takrat pač nehala plesati. Tista bi bila tudi zabavna, no.
Si potem kdaj pripravila kakšne ljudi ti na tekmovanje? Ne, to pa ne. Ne? Mislim, razen te, ki so tekmovale pač za to osnovnošolsko tekmo, drugače pa ne. Pa imaš kako negativno izkušnjo, recimo tak, z kakšne ali tekme, ali treninga, ali kakega odnosa s kom, ne rabiš poimensko. Ja, definitivno. Pri nas je sploh velika bila ta tekmovalnost, v katero skupino boš padel, ali boš v prvi skupini, drugi skupini. Vedno je bilo nekako tako, trenerji so vedno govorili, tukaj niso prva, druga, tretja skupina. Mi smo pač ta trenerka, ta trenerka, ta trenerka. In je bilo vedno tako, prva skupina je bila sala hip-hop, druga skupina street, tretja skupina se je pa odločila. Jaz sem vedno padla v drugo skupino, ampak meni je bila moja trenerka super. Pač meni je bilo pač čisto fajn, ampak pol tudi boljši ljudje so bili vedno v enki, tako mi je že samo zaradi tega, da bi se jaz malo bolj izpopolnila. Mislim, enkrat pred mojo družbo izrazila, da imam pa željo iti v enko, a ne, ker ponavadi je tako, si navajen na enega trenerja in hočeš se tudi pri njemu in dejansko ti je dosto vseeno, nimaš neke ful želje iti zamenjati skupino, a ne, ker zamenjaš trenerja, družbo, vse, a ne. Jaz sem v tisto leto pač rekla, ja, mogoče si pa res želim iti v enko. In ta, ko ne temu rečem hate, ki sem ga dobila, za mojim hrbtom, me je najbolj šokiral. Sem izvedela, kaj vse so plesalke, kjer sem imela tako za prijateljce, lahko govorile o meni, sem bila šokirana, no. To, da ti nekdo reče, da pač nisi sposoben dobro plesati, da ja, no, to slišati, da ne plešeš dobro, ni glih dobra izkušnja, no. In verjetno si pol od koga drugega zvedela, kaj si pol naredila, si povedala, ali si se sam delala, da... Delala sem, da pač, mislim, nekako je prišlo do tega, da so vedle, in smo enostavno pač prekinile stike, nehala sem malo skupino z njimi plesati, Saj smo v redu, tudi če jih vidim, jih pozdravim, mlajše so bile od mene, pač tudi nekako drugače delujejo, tako da ne zameram, ampak to je ples, tukaj je vedno ljudje govorijo en čez drugega. Temu se pač pri plesu ne moreš izogniti, to je konstantno, sploh kaj je toliko punc na kupu, je to čenča na čenčo na čenčo. In jaz sem za vsega slišala, kako so se prerekali, pa so pol najboljše prijateljice. Ampak to si nekako navajen, se mi zdi, da ko si v tem noter, da je ja, vzamem te informacijo, ampak po drugi strani bom pa ful grdo govoril za tvojim hrbtom. Kaj pa je bilo potem s to tvojo željo, da greš v to prvo skupino? Nisem je izrazila v bistvu pol nikoli, Aha, okej. ker me je toliko nekako prizadel in sem bila tako, okej. V bistvu meni so rekli, pač ne boš tega rekla, to je ful čudno, a ne, in jaz sem pol to nekako poslušala, nisem šla reči, na koncu šla pa glih družba, ki je grdo govorila o meni, to reči. Oziroma ne direktno, ampak ne vem, se mi zdi, 10 ljudi iz formacije je šlo pol prositi oziroma izraziti željo, da bi radi šli, in jih je šlo kar ene 8 od teh, ki so prosile v enko, no. Ti je bilo pol kaj žal? Ja. Saj itak ni vse v tem, samo da prosiš, a ne. Itak se moraš izkazati, ampak se mi zdi, da že nekaj pokažeš s tem, da izraziš željo, da hočeš še kaj drugega probati. In kako si se takrat počutila, tudi recimo do njih? Sploh ne vem, tisti je bil moment, ta prvi, to je bilo 2 leti, ja, leto pa pol nazaj, ko sem bila tako v prvi moment, okej, mogoče pa ples ni več zame, mogoče pa čas, da neham, in pa sem še tisto sezono zdržala, takrat seveda najstarejša v skupini, basically mamica za vse, kostum je bil nekako malo namen, vse na tekmi, če ni bilo trenerke zraven, je bilo to, Tija, kako to, kdaj moramo to, kdaj se dobimo, pa sem tako, jaz nisem trener, jaz sem plesalka, tako kot vsi vi. Takrat mi je pač
sem se odločila, da ni to. In zdaj tudi verjetno počutila pod pritiskom. Ful preveč. Takrat je bilo ful vsega na kupu in mi je žal po eni strani, da sem zaključila zelo slabo sezono. Nismo niti povezani nismo bili, niti nismo se znali imeti fajn. Tudi rezultati zaradi tega pač niso bili dobri. Ampak ja, meni je bilo tam pika na i. Jaz sem bila tako, ne, nočem, da se zgodi še hujš. In v primeru, da še na hujšem neham, sem pač res takrat se ustavila. In ni mi žal po pravici. Pogrešam ples, ampak ne pogrešam pa tekmovanj več. Zakaj pa so recimo, prej si omenila, da so vse tvoje kolegice, tvoja družba, da so nehale? Ja, Kakšen razlog so recimo one imele? dosti podoben. Ta moja družba so vse bile mičkeno starejše, se pravi, so stare od 25 do 27 let, a ne. In so isto. Nekako imaš feeling, da prerasteš. Da v bistvu, ko te mladi pridejo zraven, ko se pogovarjajo v srednješolskih dramah, ti si pa že proti koncu faksa, nekako ti ne klapa skupaj več ta, niti energetsko, niti tako kot družba, niti že kad treniraš, vidiš, da je čist drugače. Kako mlajši trenirajo, pa kako smo mi trenirali. Kako je njim kar mal vseeno, ka smo pa mi dali vedno celo dušo v to noter, da smo se pač najbolj potrudili. Pa ste tudi hodili na kakšne priprave skupaj takrat še s temi mlajšimi? Ja, mislim prav tako, da bi kam šli, ne. Imeli smo sleepover ponavadi. Imeli smo 2 dni, se pravi, enega smo imeli petek, sobota, nedelja, kaj tazga, se pravi, soboto, ne vem, po kosilu prideš, imamo trening, kakšne 3-4 urce, pa smo pa pač imeli nek sleepover, se malo hangaš skupaj in pol že 3-5 trening od, kaj se vem, od 9 pa do 12. Ampak ja, to Ni te tako dejansko. ja, ampak te pa recimo čisto razumem, ker je vseeno tako, ne, ti bi si nekako želel in to je po moje tudi težko, ker ti itak z nekimi ljudmi začneš, ko si pač mlad, ne, se navadiš na pač v družbo, se navadiš na treninge, se navadiš na to, da pač ti res si tam na treningu, da se trudiš, ne, in to se tudi jaz spomnim, ko sem plesala še v Mariboru, čim je v skupini, ne vem, razlika, da je nekdo mlajši 5-6 let, se ne da ti gledaš na njega negativno, ampak ko vidiš, da ne vem, ti prideš v, ne vem, nekih bagi oblačilih, bagi majci, tam pride nekdo v crop topku pa v pajkicah, pa se gleda v ogledalo cel trening, pa vidiš, da pač ni fokus na treningu, da ni fokus na tem, da zdaj ti poslušaš trenerja, pa ne vem, trener pove nekaj, pa ga neka oseba čez 2 minuti isto vpraša in že avtomatsko, ko se to ponovi 10, se ti oke zavijajo, pa tudi če nočeš, da se to zgodi, ne. Tako da to je pol, ne, glih to, da to je pa bolj mogoče to slabo v Sloveniji, ne, da je vseeno mala država, vseeno je tako, se mi zdi, konkurenčnost med klubi, ker se mi zdi, da po tujih državah je normalno, da si ti malo tu, malo tam, malo tu, malo tam, tebi bi zdaj mogoče nekdo grdo gledal, da bi zdaj šla k nekemu konkurenčnemu klubu, pač kar tak na klas, ne. Ja, ne, mislim, se za klas se mi zdi, da ni problema, to se pač itak, že sam zaradi sebe hodiš tako okrog, ampak vmes tam, da sem pomislila na to, da bi šla v Celje plesati, je bilo tako, sem imela že nekak slab, že sama oseb sem imela zdaj bom pa zapostavila ta klub, pa pač moja trenerko, pa vse take stvari, a ne. Ne vem, tak slab občutek. Si razmišljala o Celju? Ja. O teba? Ne, Force. Ne? Force, okej. Ja, v bistvu 2, ki plešeta v Forceu, sta moja bivša trenerja, moja prva trenerja. Mislim, prva pri hip-hopu. In sem pač razmišljala, da bi šla tja. To je bilo v bistvu, lani. Takrat, ko se je vse to skupaj zgodilo z audicijo in vsemi temi stvarmi, ko sem imela že vsega malo poln kufer, sem bila tako, kaj če bi šla. Pa sem rekla, dajmo letos še možnost, ampak pa me pa vse skupaj že tako minilo, da se mi niti nimam zdaj več želje, no. Še hodiš za nekaj klase? Ne. Ne? Vedno, rekla sem si, da bom hodila, ampak se mi zdi, da si to vsak plesalec, ki neha plesati, reče, in pol ne hodiš. Po eni strani mi je grozen, ker se tako hočem spraviti, ampak zdaj že 1 leto, odkar res nisem plesala. Ja. In meni, da se jaz zdaj pojavim na enem klasu, jaz sploh ne vem, če si bom sposobna zapomniti koreografijo. Pač pa imam kar feeling, da se bom obrukala tam in pač pa raje sam ne grem. Ja, to snem tudi, ko sem recimo končala,
sem si rekla, pa ja, pa če sem zdaj končala, ker mi ne znese to tekmovalno, ampak jaz sem še hodila na Ja, klase. ja. In potem si tak, veš, ljudje, ki hodijo na klase, so ljudje, ki trenirajo večkrat na teden. In potem ti priješ na ta klas in vseeno ima nekdo neko predstavo o tebi, ker je tako, to je pa tisti, pa tudi če zdaj nisi bil neki če zdaj nisi neki vrhunski, ne. In potem si tak, ja, ok, better not. Jaz pa zdaj hodim, drugače pa sem hodila letos na Hills klase. To bi ti bilo full nice. Letos sem sicer, če mi bo vse skupaj znesel, sem imela plano, da bi začela pole dance trenirati. Ja. Ok, ki pa? Partjaši. Ok. Ja. V kak ima nima nekaj z neko luno znak? Ja, lunin znak ima, ne, in pa točno pozabila sem zdaj ime. V glavnem Tjašo poznam že tako osebno, pač ful fajn oseba, ful pač srča kot osebe. In sem bila tako lej, pač se mi zdi, da neki še vedno je povezan z plesom, vse je pa ful delaš na svoji moči in na sebi. Ja, to je, definitivno mislim, da bom prvo leto definitivno umirala, ker ni šans, moje roke so tako kot bobi palčke, tako nimam moči v njih. Tukaj so pa najbolj važne roke. Pač to je meni crazy, pač tako kot sam šport, zato ker jaz ne vem, jaz treniram v fitnessu, pa niso tako šibke, ampak to bi bilo pač noro. Tudi drugačen stil treninga je dejansko. Ja, itak. Pa jaz sem se menila mislim, da Lana uči pri njej, Lana Mikec, če veš, kjer je. Instagrama Buff Bunny, tega. No, in smo se pač pogovarjali, ko smo bili na enem svojevem dogodku, da si pač baje cel v plavicah moder, si, ja. Kak se ti koža, ko se ti moraš prvo naučiti, da ti sediš z golo kožo na tistem polu gor. Ja, jaz sem pole dance trenirala, preden sem šla nazaj plesat hip-hop, sprav preden sem šla v bolero, 3 mesece. Sem bila tako, jaz bom plesala 2krat na teden v boleru rekreativno, pa 2krat na teden pole dance. Pa sem se tako odločila takrat za audicijo, da bom šla tekmovalno in mi vse skupaj tak ni znesel. Ampak jaz se takrat spomnim, kako je bilo to naporno. Jaz sem se ko mi enkrat zavrtela okrog tistega droga po 5 urah, pa mi je bilo kar, wow, kaj nisi nič dejansko naredil. Ampak ja, ko gledam punce, kaj vse delajo, sem kratko, svaka čast. Ja, in si predstavljaš, koliko let delajo za tem, ne. In to še ena stvar, ko se mi zdi, da se ljudje tako še vedno ne zavedajo, čeprav je že zlajnano, da pač ti rabiš leta za neko stvar, ne. Pa ne vem, nekdo vidi, ne vem, neko dobro plesalko ali pa neko dobro skupino, pa se ne zaveda, da so ti ljudje zdaj stari 22, pa da plešejo od 6. leta, pa da ne. Ja, pa da je cele popoldneve za ples. Ja, nimaš basically življenja. Moraš biti zraven malo tudi talentiran. Ja. To je pa tudi druga stvar, ne, ker pač imaš ljudi, ko ful dolgo že plešejo, pa ja, imajo neki groove, ampak je pač to vse, ne. Ok, greva zdaj na malo bolj resno temo. Torej tvoja bolezen. Kako se je začelo, kaj sploh je? Lahko poveš. Ja, jaz sem Crohnova bolezen, torej vnetje črevesja. Meni se je to vse skupaj začelo v 4. razredu osnovne šole. Mislim, to se je začelo tako, da sem jaz začela zgubljati težo, zaradi tega, ker sem zgubila apetit. Mene je v bistvu začel boleti trebuh, bruhala sem in tako jaz sem bila včasih bolj buckasta kot mlajša. Pa sem pa kar naenkrat ful shujšala. In tudi moja zasebna zdravnica je mislila, da imam anoreksijo. Mama mi itak ni vedela, ona je vedela, da jaz bruham, da zavračam hrano, sicer sem jaz govorila, da me boli trebuh, ampak to so nekako vsi malo preslišali. Tako da sem bila najprej diagnosticirana kot anoreksična. Jaz sem bila v bistvu 1 leto zdravljena na pedopsihiatriji kot pač anoreksična punčka. Z vsemi živimi antidepresivi in glavno imela sem Koliko letih? Pred 12. So dodali antidepresive? Okay. Ja, pred 12 letih sem dobila antidepresive. Ampak jaz sem imela še eno težavo. Jaz sem v bistvu imela, moja Crohnova je bila že tako poslabšana, da je šla čez vsa prebavila. Crohnova bolezen je tako, da pač ti gre res čez vsa prebavila in meni je šla tudi na požiralnik. Meni se zaklopka ni normalno odpirala. In jaz sem rabila včasih 2 uri, da sem pojedla kosilo. 1 uro pa pol, da sem pojedla zajtrk, da sem pojedla 1 kos kruha. Ker jaz sem tudi štela, jaz sem po 60krat prežvečila 1 ugriz kruha.
ker se mi zaklopka ni odprla in nisem mogla pogoltniti. In meni so že vsi tako, vsi so starevali zraven mene in so bili tako, pa dobro, lahko že pogoltnaš ta kruh, pač kaj ti bo. In tako tudi pri zdravilih. Jaz sem tudi zdravila komi pojedla, vsa sem balkane zbruhala, ker sem imela tako razdražljiv želodec. Pač to sem mislila, da za nalož počnem. Tako da so, kdaj? Dolgo je trajalo v bistvu, no. Mene so septembra še spustili, ne, mislim, da so me julija, so me sprejeli na oddelek, začetek julija in sem bila do začetka septembra v bolnici konstantno. Torej, spala si tam, cel čas si bila Živiš tam, ja, ne hodiš niti za vikende domov. Čeprav okay. Torej, to si bila tukaj v Ljubljani. Ja, ponavadi hodijo za vikende domov, samo mene niso spuščali. Imela sem sicer obiske, moja mami je bila balkane skozi pri meni, teta, oči pač so skozi hodili. Pol pa ja, septembra so bili pa tako, ok, zdaj pa si že recimo vse boš boljš, so me spustili domov, tudi v šolo sem šla, prepisala sem se na drugo šolo, kjer me pač, jaz sem bila v bistvu bulijana čez mojo osnovno šolo od 1. do 4. razreda in sem tudi želela že ves čas spremeniti pač šolo, iti na neko drugo, tako da sem mislila, da bo že to malo boljša, ne. In sem bila od septembra do decembra doma. Je bilo cool, sem hodila sicer v bolnico na pač preglede, da nisem kaj drastično preveč shujšala, ampak ja, meni se teža ni dvignila, ne. In pol je še stvar, ker so ugotovili, meni pa moja mami ni dajala zdravil doma. Pač ona je bila ful proti antidepresivom in pač jaz tega nisem jemala. In ko so oni to ugotovili, so moji mami zagrozili s tem, da me bo pač socialno vzela. In tukaj je bilo pač tako, moja mami tako je padla v šok, strah jo je bilo tako, jaz ne bom pustila, da bojo oni tebe vzela, ne. Po drugi strani je bilo pa tako, če vem, da nisi depresivna, zakaj ne ti dajem antidepresive. In pol so me 12. decembra, 2 dni pred mojim rojstnim dnevom, prav spomnim se tega dneva, spet nazaj sprejelo v bolnico in mi prepovedalo vse stike s celo mojo družino. Mene so v bistvu od 12. decembra do začetka januarja zadržalo v bolnici. Brez kakršnih koli stikov. Moj rojstni dan je bil, hvala Bogu, na vikend. In ker sem toliko že poznala sestre tam in sem imela tisti vikend ful prijazno sestro, so moji vseeno prišli s torto in jih je spustila k meni, čeprav tega dejansko ne bi smela narediti. Tako da to je bil tisti vikend, pa jaz mojih staršev nisem videla čez Božič, nisem videla za novo leto, tako pri 13 letih. In meni teža ni narasla. Oni so mislili, da s tem, ko bojo naredili ta ukrep, da to je to, da jaz itak bom začela jesti. Imaš anoreksijo, da smo ti pa že toliko vse omejili, nimaš telefona, nimaš televizije, nimaš stika z nobenim, ti si basically zaprt v sobi, na oddelku z zelo depresivnimi ljudmi. Ljudmi s puncami, ki se režejo, s puncami, ki so se hotele ubiti, s puncami, ki imajo anoreksijo, bulimijo, kakšne zgodbice vse sem jaz slišala, kakšne ideje sem že jaz pa na koncu v glavi dobivala, je bilo noro. Pač otroci, ki ne spadajo spet skupaj, ampak oni v bistvu vse psihobolezni dajo v en koš na en oddelek in sej vi ste isto. Tako da meni so šele pol februarja, marca so bili tako, ok, zdaj pa to že skoraj 1 leto traja, dajmo mi pol mogoče njo poslušati, pa pač je dati na preiskavo. Mene so takrat pol res dali na kolonoskopijo pa gastroskopijo, po 9 mesecih. In so ugotovili, da pa nekaj pa res ne štima. In direkt zatem, še isti dan spomnim se, ker za kolonoskopijo ti ne smeš jesti 2 dni, ker te morajo pač celega prečistiti. In se prav spomnim, da sem dobila obrok po svoji izbiri in sem dobila dunajca pa pommes frites. In še takrat čeprav mene ful trebuh bolel, meni je bilo tisto, wow, jaz bom to pojedla, pa tudi če bom umrla tudi bolečino trebuhu. In jaz naredim 2 grižlja in pride sestra in mi ga vzame. In je tako, še eno preiskavo imaš, so ugotovili, moraš iti nazaj dol. In takrat sem pa mogla pojesti kapsulo, taka kapsula je, ki ima noter kamero. In te gre v bistvu čez cel postopek, od tega, da jo zaužijaš, do tega pač, ko jo pokakaš ven. In ona ti v bistvu vse posname, da oni vidijo, kako tvoj prebavni sistem deluje. In takrat so me diagnosticirali s Crohnovo. Isti dan so me premestili pol na drug oddelek, 2 nadstropja nižji, 3 nadstropja nižji. In takrat sem pa pol dejansko začela zdraviti z
za mojo bolezen. a ne. Kar je pa tudi dolgo trajalo, da so dejansko nekaj naredili. Me sem sicer imela medrol, ki je v bistvu to vnetje, ki ga imaš v črevesju. To je v bistvu vnetje črevesa je rane, ki jih imaš na črevesju. Ker dejansko še vedno do zdaj niso ugotovili, zakaj to nastane. Ni genetsko, ker pri meni to ni genetsko, pač pri kakšnih je lahko. Jaz sem še vedno nekako prepričana v to, da to je tukaj stres pa hrana. Tukaj sta to dve glavni stvari, oziroma da zelo, zelo, zelo veliko lahko reguliraš psiho. Pač če boš ti si porihtal svoje življenje, teh težav ne boš imel. Ker je v bistvu črevesje ponavadi že tako, kakej ni kul, te tako začne vedno zvijati, pa te boli, pa kad te je strah, pa kad si pod stresom, je vedno tukaj, je vedno trebuh. In pač to se je meni dogajalo. V bistvu od takrat, ko sta se moja starša ločila, je šlo vse se mi je nakopičalo in pač ta nek strah, bolečina, je šlo vse pač v moje črevesje. Tako da ja, meni so pol kakšnih, sprav, od 13, 14, 15, 16, 17, ene dobrih 5 let so me filali zdravili. Od vse živo. Sam pri meni je bila stvar v tem, ker jaz nisem nobenih zdravil prenašala, razen bioloških zdravil, ki sem jih pa na 2 meseca dobila v kri, sprav v žilo. Tisto sem pa imela ene 2 leti, dokler nisem dobila alergijske reakcije. Pa so mi pa mogli pač to zamenjati, ampak se je kar nekako vse skupaj poslabšalo. Do nekega momenta, ko sem jaz čist hujšala. Jaz sem prišla v bolnico, mislim, da kakšnih 30 kil pri 17 letih. In zelo nizkim hemoglobinom, železom. Meni je moja zdravnica, ko sem prišla, rekla v bistvu, da če bi šla zdaj na Šmarno goro, bi verjetno umrla. Meni je bilo tako itak. Sama sem bila, šok me je, sem tako, jaz bi glih kar lahko umrla, če jaz ne bi danes imela pregleda v bolnici. In takrat sem pol dobila tudi cevko. To je cevka, ki jo dobiš sondano čez nos, ki ti gre v črevesje, da dobivaš ena taka formula je, ki je dosti podoben, ki jo dobivajo dojenčki, če nimajo mleka. In ti dajo pač tak prašek, ga zmešaš z vodo in to jemlješ 2 meseca. Se pravi, nobene hrane, samo vodo pa to formulo, da ti v bistvu na nek način pozdravi črevesje. To se je meni 2-krat zgodilo. Ta prvič, ko sem to imela, jaz tega sploh nisem jemala, ker smo mi šli ajurvedskemu zdravniku in sem imela ajurvedsko dieto, ki je mene pozdravila, ampak moja zdravnica je še do današnjega dneva prepričana, da je mene ta formula pozdravila takrat, oziroma v boljše stanje spravila. Ampak ker se jaz pač sama nikoli nisem znala diet ful dobro držati, meni je bilo to, da sem jaz brez moke, se pravi brez glutena, brez mleka, brez jajc, brez mesa, brez sladkorja, pač ful stres. Oziroma najhujša stvar mi je bil mleko pa sladkor. Tukaj je mene vedno nekako zamajalo in sem na skrivaj vedno pač jedla in sladko in pač kaj mlečnega. Tako da takrat je meni, zaradi tega se je tudi meni pač bolj tako poslabšalo vse skupaj, da sem mogla iti v bolnico in ker ni nič več delovalo, jaz sem imela na koncu že kanal speljan v žilo, mislim, čez žilo do srca, ker mi tudi to čez cevko v želodec ni šlo več skozi, ker se je že meni črevesje toliko zožalo, ker v bistvu, ko se ti delajo te rane, se ti naredi brazgotina in v bistvu brazgotina na brazgotino se v bistvu črevesje toliko zoža, da pač ne gre nič več čez. In jaz sem imela že toliko zožano črevesje, da ni šlo nič več čez. Tudi tekočina dejansko, ne. Tako da jaz sem bolj takrat dobivala direkt po, ne vem, ko se temu rekla, malo sem že pozabila, v glavnem v srce to hrano, kakšne še 2 tedna, da sem počakala na najboljšega kirurga v Sloveniji, da je pa on tudi, ker on je eden izmed redkih bil, oziroma edini, ki se me je upal operirati. Pa še on ni bil čisto prepričan, če bo ta operacija dejansko uspela. On je bil probojeno vse svoje najboljše možne načine, ampak ja, on vnaprej pač ni bil ziher. In tudi dejansko mi, da z vami sva se poslovile. Se vre, lahko jokaš. Tukaj v tem, pa kolikokrat to povem, mi še vedno Ja, se ful.
Da vidim, če rabiš robček. Mogoče. Ja, Okay, lahko. čakaj. Grem po Oh, robček. Dobre, da je. ja, no. Take your time, da si jaz Kakor- dam mikrofonček. Kolikrat to povem, pa sem že milijonkrat povedala to, pa šla čez to zgodbo, pa vse pa itak nekako že preboliš, ampak ne vem, ko se spomniš teh občutkov tistega momenta, ti je pač grozno. No. Ja, verjamem, ja, ker pač ful je in verjamem, da je težko. Še posebej, ko si v nekem takem okolju, ne, je čisto drugače, ko da si zdaj ti, ne vem, na burgeru z, ne vem, Ja. nekimi kolegi, pa je vse tako malo funny, pa niso vse luči na tebi, vsa pozornost, da te pač dejansko nekdo, ki sedi nasproti tebe, posluša in dejansko pač govoriš o tem in pač greš v to in razmišljaš o tem, ne. Ja, ja. Pač to je bilo takrat, ja, 50-50 chance, da jaz preživim. V bistvu je bilo tako, da je še meni moj kirurg rekel, da ni mogel verjeti, ne. Da tudi, ko sem se jaz, ker stvar je bila še v temu, operacija že, oni so mi odstranili ta del zožanega črevesja, oziroma najprej so mislili, da je na 3 delih, ko me je pač on odprl, je šele takrat pol videl, kaj se dejansko dogaja in mi takrat 50 centimetrov mojega tankega črevesja odrezal. Ampak stvar je bilo v tem, ker sem bila jaz toliko suha, jaz sem imela takrat 26 kil, da jaz nisem imela beljakovin, mineralov, jaz nisem imela nič za okrevanje. Moj telo je dejansko bil skoraj da ne brez opcije, da bi okreval. Ker imaš pa ti pač toliko veliko rano čez pol svojega trebuha, pač se more to zaceliti, da je bil še to en velik riziko, a se bo meni to sploh zacelilo. In meni se je to po operaciji, jaz sem tako nenormalno hitro okrevala. Tako niso sploh mogli verjeti. Jaz, ko sem lahko začela jesti, jaz sem začela normalno jesti. Jaz sem prvič v življenju, sem bila v šoku, da jaz lahko normalno jem, da meni sploh ni težava, jaz sem se veselila hrane. Jaz sem bila tako spet, jaz se počutim, da sem 6-letna punčka nazaj, ko obožuje hrano. In takrat je bilo meni, pač po operaciji sem jaz bila, wow, bum. Jaz sem se po mojem v roku enega tedna 10 kil zredila, ker sem pač, jaz sem samo jedla. In moji so bili tako vsi najbolj srečni, da jaz po 8 letih, ja, jem in normalno jem, da mi ni muka jest, ker mene je bila kar muka gledati, ko sem jedla. In itak noben mi ni nič rekel. Ampak to je tako, ko si ti nafilan zdravili, ki imajo zraven še druge učinke. Jaz sem na primer imela jedla sem, mogla sem dobivati medrol. Stranski učinek medrola je pa to, da dobiš lunast obraz, ful okrog obraz. Pa tudi v telesu ti malo več voda zaostaja. In jaz sem že tako, že zaradi tega zdravila bila malo bolj napihnjena, pa še potem, ko sem se jaz v bistvu toliko hitro zredila, je bil to kar šok za moje telo. Tako v roku enega meseca sem jaz imela skoraj da ne 15 kil več. Ne, še več v bistvu. Jaz sem šla iz 26 kil, pa imam v roku 2 meseca na 60. Orang razlika. In na kilažo, ki je nikoli v življenju nisem imela. Jaz sem tudi prej, ko sem bila še nekako v redu, je bila moja najvišja teža 42 kil. In pol se že iz tega med 42 pa med 60 kil je bila orang razlika. In jaz sem imela takrat ful težave s samopodobo. Ker pač jaz se nisem bila navajena, jaz sem bila sebi debela, jaz sem bila sebi grda, v obraz sem bila še zaradi vseh zdravil toliko zatečena in napihnjena. Ful si nisem bila takrat všeč. Jaz sem imela res orang, ja, težave in sem se kar dolgo spopadala z mojim videzom, no. Tako. Ja, dejansko, ker si ti nikoli nisi zbrala, da boš, ne vem, bila suhcena, dejansko pač podhranjena, ne, ampak je to vedno bil tisti neki tvoj videz in tudi, če si ti mogoče se družila z nekimi ljudmi, pa videla svoje starše, ki so pač dejansko izgledali normalno, ne, verjetno za ti, če bi videla zdaj
neko punco, ki bi imela isto postavo kot ti, ne bi rekla, da je pa ona zdaj debela, Ja, ne? Ampak samo definitivno, zato, ja. ker se nisi bila navajena in se mi zdi, včasih je še obraz nekako najbolj tisto itak. Če bi se nekdo lahko zbral, boš imel lep oblikovan, mislim lep, ali boš pač imel res Ja. tisti Chiseled face. perfect Ja. poteze, ne, pa malo bolj tu, večina ljudi si bi zbralo, ne pač eno Ja. obraz, ne. Malo bi se še jaz vrnila na tisto obdobje, ko si bila postavljena v bolnico. Mhm. Zdaj, to ti je verjetno pustilo kar nekaj travm, Mhm. kar nekaj stvari si pol verjetno mogla razčistiti glede tega obdobja, ker se mi zdi, da full easily neke stvari pač potlačimo, ko dejansko so pač harsh. In niti iskreno si ne znam predstavljati in ravno zato zdaj hočem govoriti o tem, pa ti dati možnost, da poveš, ker vem, da smo šle samo mimo, ampak ni za iti samo Ja. mimo, ker je pač full hard. Tako da me zanima, kako si se takrat počutila, verjetno si tako jokala dosti, kako so tvoji to spremljali? Jaz sem se ful zaprla sama vase takrat. Jaz sem v bistvu iz punčkega bila drugače dost, jaz sem bila kot mlajša, nisem bila zdaj spet ful socialna, ampak vseeno mi ni bil problem se družiti, rada sem se pač dobila pač s prijatelji, rada sem šla ven, rada sem se igrala igrice, do tega, ker sem pač potem, ko sem dobila to bolezen, še v bistvu to prve 4 leta osnovne šole, ko sem bila še bulijana, je bilo tako, da sem se čisto zaprla vase. Čakaj, buljena pa si bila, zakaj? Tako je bilo, mi smo se iz Ljubljane preselili na vas, Brezovica, to je pač, to ni vas, ampak pač ja, to je Obmestje, takrat, recimo. ja, Ja, in jaz sem pač vrtec sem hodila v Šiško in pol sem se preselila tja in sem pač na osnovno šolo hodila, nas je bilo 12 v razredu. Je bilo pač 8 punc, 4 fantje, to je bila majhna šola. In to je bilo ves čas neko zbadanje mene, sploh ne vem, zakaj točno. Nekako nisem se mogla vklopiti v njihovo družbo. Tistih 11 je bilo čez cel vrtec skupaj, ves čas so se bili navajeni. Jaz sem bila pa kar nek tak, ker sem se, pač sam zraven sem bila. In vedno je bilo tako, vedno so me zbadali, tako sem bila še majčkeno bolj buckasta takrat. In so bili vedno tako ena fina gospodična iz Ljubljane, to so šli mislili. Pač ena fina Ljubljančanka, ki je zdaj prišla sem, pa pač ne sodiš sem, to so mi vedno govorili. In to se tudi spomnim, nek 3. razred, mislim, da osnovne šole, smo imeli ena 2 dvojčka, mislim pač dvojčka sta bila in kar neka fora je bila, jaz v bistvu nisem nič naredila, ena sošolka je enega uščipanila in je drug prišel do mene, me zavrtel in me prvi obral ob mize in mi razbil ustnico. Sem imela pač samo tako ustnico, 2 tedna. Pa ves čas je bilo to neko, ne vem, nesramen govor. Mislim, nisem se nekako počutila zaželjene tam zraven, nisem si že zaradi tega hotela iti stran. Pa, ko sem prišla v Ljubljano v šolo, je bilo veliko boljše, pač je bilo tukaj, se je videla razlika. Ampak pa se je pa začelo vse skupaj z mojo boleznijo in sem se nekako začela zapirati sama vase. Ni mi sploh pasala družba. Jaz sem ponavadi po šoli, šla sem domov, bila doma in gledala YouTube. Oziroma, če pač nisem tisto leto, ko nisem plesala, tisto leto, ko sem bolj plesala, sem pač bila v plesni šoli. Ampak pol še kasneje je to toliko se slabšalo, da čez leta, jaz sem v bistvu 3 osnovne šole zamenjala. No, ta 3. osnovna šola je bila tam, ko zdaj živim. In tam tudi, ko sem se z mojim fantom spoznala, v bistvu šolca sem bila v osnovni šoli. Ampak jaz sem takrat v osnovni šoli bila čist nesocialna. Jaz sem prišla sem v šolo, zato ker sem vedela, da moram biti tam, pa še to sem najrajš probala nekako si tako prepričati starše ali pa zorganizirati, da jaz ne bom rabila iti v šolo. In tako me je trebuh bolel, tako da sem bolj nesko smela neki izgovor, da sem bolana. Pa še takrat, ko sem šla, jaz sem med odmori sedela pred učilnico naslednjo in pač čakala tistih 5 minut, da je odmor minil. Vsi so se vedno družili, jaz sem bila pa tako, kada me ni.
pač bila sem v enem kotu in takrat, ko se je začela ura, sem šla noter, imela zvezek, zapisala v zvezek in takoj, ko je bil čas, da sem šla lahko domov, sem šla domov. Nisem se z nobenim družila. Bile so tako sicer 2 sošolki, ki sem imela majčken stika z njima, ampak s tem, da bi rekla, kaj ful, nič. V bistvu, tako, če se s kom pogovarjam, smo imeli za zdaj, naprimer, ker smo malo bolj v stikih, smo imeli kar začudno. Tako da ja, jaz sem prvič šla k terapevtu, mislim, da kakšen 2. letnik srednje šole. Zglih v bistvu zaradi hrane, nisem mogla jesti in mama mi že milijon vsega prebrala, pregledala. Na vsak način mi je hotela pomagati. In ker je pač videla, da jaz pa jaz s hrano nisem imela dobrega odnosa. Že samo zaradi tega, ker me je bolel trebuh potem, po čemorkoli, karkoli sem povedala, me je bolel trebuh. In takrat sem v bistvu prvič šla k terapevtu. In mi je probal spremeniti malo pogled, ampak jaz takrat nekako tega nisem tako dobro videla. Sem ga razumela, ampak jaz bi mogla preveč stvari narediti. Jaz sem bila ful razvajena. Meni je moja mami zaradi moje bolezni in mami, ne samo mami, vsi okrog mene, cela moja družina, vse so mi dali. Oni so me po rokah nosili, zato ker sem bila jaz največja bogica. In jaz sem pa to znala pol malo izkoristiti in pač ja, to, da jaz sem bila navajena, da so mene vozili v šolo, prišli iskat. In ker je meni moj terapevt rekel, ti moraš biti samostojna. Ti si stara 17 let, pač lahko greš sama na avtobus. Jaz sem bila tako, pač, kaj ti govoriš, jaz ne bom sama na avtobus hodila, pač če ne rabom, a ne. In ja, takrat nisem kaj veliko znala narediti. Po sem pa v bistvu po operaciji, sem jaz začela pač živeti life na polno, sem bila tako, zdaj pa živa sem, nisem hotela, da se je tukaj moj life ustal. In sem začela se ful več družiti, imela sem ogromno družbo, skozi sem bila od doma. Naredila sem izpit za avto, bila sem ful bolj samostojna, tudi z avtobusi sem se začela peljati in sem ugotovila, kaj je mislil s tem. In ja, moje življenje je ratalo čisto drugačno, kot je bilo prej. Fantje so me začeli zanimati in takrat sem v bistvu imela 2 slabi izkušnji s fanti. Takrat po ta drugi je pa mene ful podrl in nisem vedela, kaj naj sama s sabo. Pač jaz sem bila čist na koncu, ker se mi je z 2 fantoma skoraj da na isto zgodilo. In sem vedela, da je nekaj očitno v meni, a ne. Se pravi, če ti privlačeš več zelo podobnih ljudi, je ponavadi nekaj o tebi. In sem šla pol nazaj k tistemu mojemu terapevtu, sva ful stvari razčistila, tudi prekinila sem vse stike s tem fantom, s ta zadnjim, kaj je on meni rekel, zbriš vsa sporočila, zbriš vse slike, napiš mu, da ga boš odstranila, in da pač je to, sta pač zaključila. Sem bila jaz tako, a sem sposobna to narediti? Ampak po tistem momentu, ko sem jaz to naredila, je bilo to tako, kot da bi se vse obrnilo. Sem tudi, ni mi bilo težko več biti sama, navadila sem se spet malo bolj tega miru, ne pa da je vse okrog mene hektično. In takrat sem jaz kar velikokrat hodila k temu mojemu terapevtu, ful veliko travm iz otroštva sva tudi razčiščevala. Takrat sem imela še obdobje, ko sem imela ful aken. V bistvu so meni po operaciji izbruhnile akne, bolj zaradi tega, ker sem že hormonsko ful počasneje sem menstruacijo dobila pri 18 letih. Ja, končno si prišla v puberteto. Ja, pri 18 letih, ne. In to se je meni ves čas nabiralo in pa je kar naenkrat bruhnalo vse ven, ne. In tudi to sem probala malo razčistvati, ker meni je in zaradi teže in zaradi aken in zaradi vse te družbe in še bolezni in vsega samozavest ful upadla. Čeprav na ven ni izgledalo, oziroma pač nisem dala videti tega, sama sem pač vse to vedela, ampak na ven je redko kdo to pač ugotovil. In ja, take stvari sem pol
veliko razčistvala s svojim terapeutom. Pa se je pa on preselil v Koper. Pa sem še ene parkrat šla k njemu, še vedno ful super oseba in sem res ful hvaležna za njega. In pa sem tako, zdaj sem pa v redu, zdaj pa mogoče ne rabim več toliko hoditi, da bi zdaj vsak teden hodila ali pa vsake 14 dni hodila k njemu. Pa tudi ni tako, da jaz nisem bila v redu, a ne. So pa neke stvari, ki jih potlačaš avtomatsko, mislim, vase. In sem hotela te stvari sprostiti, ker si sam si bolj miren vse. Stvari te ne, situacije te ne razjezijo, nisi tako živčen. In meni je že to ful pomenila, ne. In pol, ne dolg nazaj, dobre pol leta, sem pa jaz, v bistvu, moja mami je slišala za Mateja. Jaz mu rečem terapeut, čeprav sem že od velikih, ki hodijo k njemu, slišala, da hodijo samo na pogovore, pa ga ne dejansko imenujejo kot terapeut. Ker je to stvar, ki redko kdo govori o njej. Še vedno je en tak velik bav, da rečeš, jaz hodim pa k terapeutu. In tudi priznam, da sama mal skrivam iz razloga, ker komurkoli to povem, se ti tega ne rabiš. Zakaj pa ti hodiš k terapeutu, pa se s tabo ni nič narobe. In dejansko nekomu dopovedati, da z mano ni nič narobe, ampak da imamo čisto vsi neke travme oseb, ki smo jih potlačili in da imam željo pač to nekako razrešiti zame in zaradi mojih otrok, redko kdo to razume. In vzpostaviti nek mir v sebi, so tako, saj jaz sem mirna, saj zakaj bi pa pač rabila terapeuta. Velikrat je to kakšen odgovor še od bližnjih ljudi, ki jih imam. Tako da tudi velikrat, ko imam terapeuta, sploh ne povem, da ga imam. Ker se mi ne da dejansko več razglabljati te debate z ljudmi, ki pač tega ne razumejo. Tako da, ja, zdaj v bistvu dobre pol leta hodim pa k Mateju. V bistvu, moja mami ga je spoznala tudi na enem podcastu, od Underdog. Si že slišala? Ja, no. On je bil mislim, na tem podcastu. In ja, takrat je moja mami slišala za njega. V bistvu še en prijateljica pa prijatelj sta tudi k njemu hodila in sta rekla, pač zdaj pojdi probat, ne. Ful je v redu oseba, ful ima znanja velika, ne. In je šla in pa je še tako pač, kar moja mami proba, mi da sta tako ful sva si blizu, si vse poveva. In je bila tako, daj pejte enkrat. In mi je, mislim, da za moj rojsten dan plačala kot darilo, da sem šla k njemu. In od takrat naprej sem pač kar začela redno hoditi in mi je tako fajn, tudi če v bistvu mislim, da nimam nič za razčistiti, da se nič takega ni zgodilo, vsakeč, ko pridem k njemu, ugotovim, wow, to je bilo tukaj bi lahko tako odreagirala, tukaj sem se sekirala za to stvar. Včasih tudi kakšne stvari, ki jih sama že sproti potlačam, me on opozori, kaj delam. In ja, se zdaj malo bolj sproti zavedam stvari, ki jih počnem, ki se jih prej nisem. Ful si lepo rekla, za sebe, pa za svoje otroke. Ja, mislim, jaz sem tip osebe, ki mi je to všeč, da nekdo govori o tem, da reče, jaz pa hodim, ne. Ker se mi zdi, da včasih si mislimo, pa še posebej, ne vem, ženske, ko so zraven še hormoni pa vse, pa okej, ja, sej ti nisi tvoje misli, ampak te pa lahko včasih pač zadušijo, ne, če je ful preveč vsega na vseh koncih. In se mi zdi res pomembno, da govoriš o nekaj stvari, čeprav se ti mogoče zdijo še kak male. Včasih si mislimo, da smo že preko nekih stvari, pa te pol nekaj te pač pol strigira za neko brezvezno stvar, ne. Tako si tudi recimo rekla, da si bila ful razvajena, ne, da si bila res navajena, da se ti konstantno vse polaga na roke, ne. Kako je recimo pol to vplivalo na recimo odnos do tvoje mame, pa na recimo njen odnos do same sebe, ko je vedno, veš, postavljala tebe res na prvo mesto, ne, ko je res mogla biti tu za tebe, preden je bila tu za sebe. Moja mama ni imela svojega življenja. Moja mama je bila ves čas tukaj samo zame.
ona je mene že od majhnega vozila na krožke in ker ni imela časa hoditi domov, ker je pač krožek trajal 1 uro in mene je pol ure tja peljala, mislim, pač pot do tja je trajala pol ure in pot nazaj pol ure, kar pomeni, da bi se ona sama doma obrnila, ona mene je včasih pred dvorano čakala. Ona je, tudi še takrat, ko sem imela uro pa pol treninge, je ona bila pred dvorano in me čakala. Basically me je cele popoldneve razvažala okrog, se ukvarjala samo z mano, še potem, ko sem dobila bolezen, je itak mi kuhala, ko sem šla v šolo, peljala me v šolo, pol mi je začela kuhati kosilo, me je prišla iskat v šolo, sem pojedla kosilo, jaz sem bila takrat čist brez energije, itak zmatrana, sem se šla v lež, si pospravljala za mano, šla že kuhati večerjo, ker je mogla pač zdravo zame kuhati, kar zame ful veliko časa. In takrat je moja mama res pač se razdajala samo zame, a ne. In v tistem momentu nisem tega toliko videla, ker sem bila itak fokusirana pač na mojo bolezen in vse toliko mi je bilo toliko grozen, a ne. Šele zdaj, ko pogledam za nazaj, sem ful hvaležna za njo, a ne. Ampak ja, tudi ona je rabila neko tako situacijo, pač, da se je nekaj takega zgodilo, da je tudi ona začela delati na sebi in tudi iskati stvari, da tudi ona sama sebe zdaj postavlja na prvo mesto. Si pa rekla, da si dala tudi vmes ločitev staršev skozi, to se je zgodilo pred tvojo boleznijo ali med tem? Pred. Ok. Ja. Sama ločitev mi ni bila tako grozna, kakor mi je bila pol grozno to, ko sta našla druge partnerje. Ko je moj oče novo partnerko našel, ko je imela hčerko pa sina, prvič v življenju kot edinka, živeti s polbratom pa polsestrico, to je bilo pa polsestrico in mačeho, ki me nista marali, to je bilo kar grozen. V bistvu za hrbtom, ko mojega oča ni bilo, sta se ful grdo pogovarjali do mene, kada sem pepelka, tako je bilo. In moj oče je rabo 1 leto, da je to ugotovil. In ko je ugotovil, pač je šel narazen z njo. In tudi mami je našla partnerja, ki je pa ves čas tekmoval z mano. Ki je pa vsako stvar, ki je lahka, z mano, z 12-letno punčko, tekmoval za pozornost tvoji mami. In tudi to ni bilo glih, kaj prida. Ampak se mi zdi, da vsaka taka stvar te še bolj utrdi in ti da nek večji pogled. Da mogoče hitreje stvari opaziš, jih dojameš in jih sprocesiraš, no. Tako. Se spomniš kakega momenta, ko si recimo bila tam v hiši z mačeho, pa to, koliko je recimo bila stara pa sestra? Isto kot jaz. Isto kot ti, Oziroma, ok. ne vem, koliko 10 mesecev starejša. Imaš kakšen primer, ko se recimo spomniš, kako je bilo to obnašanje? Ja. Jaz v njeno stran, v bistvu, ona dva sta imela, brat pa sestrica sta imela svojo sobo, ki je bila Čakaj, razdeljena. dva sta bila. To Ja. si rekla, ja. Ja, pač Zdaj sem punca se je bila stara avtomatsko- toliko, kot jaz, Aha. fantak je bil mlajši. Aha, tako da S fantkom verjetno sem se ok, razumela, ja. on je bil v redu, pač on je bil še toliko mlajši, da nekako. Ja. Ja, ona je imela svojo polovico pač sobe, jaz v tisto polovico nisem smela stopati. Jaz se nisem smela gibati v njeni polovici strani. Poslo sem imela v bistvu, ko sem pač šla hočev prespat, sem imela spodaj pod poslo od pobrata, no. Sem jo pač izvlekla ven. To je bilo tako enkrat, vedno je bilo tekmovanje, karkoli sem jaz dobila, je mogla pa še ona dobiti. Enkrat se spomnim, smo bili na morju, sem se jaz ulegla na jogi in je pač od fantka so bili avtočki, nočem zdaj glih imen govoriti, no, zato sem tako. In zdaj pač igram s tem avtočkom in pride ona zraven in je tako, a se kje vpraša, preden se dotakneš tujih stvari? Jaz sem bila tako, ležim na posli zraven mene avtoček, premikam ga gor dol. In sem bila tako, ne razumem. Ja, moraš najprej vprašati, če še hočeš tujih stvari dotikati. In sem bila kar tako čisto v šoku. Pač take stvari so bile konstantno neko tako zbadanje, no. Tega se prav izrecno spomnim. Pa enkrat se mi zdi, da mi je oči dovolil, da grem po njeno pobarvanko. To je bil cel halo, ko sem jaz pač, ko je ona videla, da jaz barvam njeno pobarvanko.
Tako, pač to ona je bila navajena biti sama, a ne? Se pravi, imela sicer bratca, ampak je vseeno imaš ti bratca, ki je mlajši od tebe, ali imaš ti neko polsestrico, ki je kar naenkrat prišla v tvoje življenje, pa si možno s te stvari deliti. Obema je bilo po pravici takrat težko, a ne? Ampak ja, nek bolj prijazen odnos bi bil verjetno malo bolj pristen. Mislim, bi bil malo bolj fajn. Kako se recimo mačeha do tebe obnaša? Se mi zdi, da dobro, otrokom, še posebej 12-letnikom, je lahko dosti krat oproščeno, ker pač je naloga starša, da pač ti otroka naučiš, ok, v redu, se razumem, se verjetno zdaj ti nisi šla, vzela njene pobarvanke, veš, si znam predstavljati, ne? Kako je recimo mačeha se obnašala do tebe? Identično, kakor pač hčerka njena. V bistvu sta bile, vedno je stala za njo in vedno sem mu pritrdila, kar je ona rekla. Pač tudi ona mi ni pustila česarkoli se dotikati. Oziroma ona je bila še tako, mi ne bi se vmes preselili enkrat v hišo, kjer sem jaz odraščala. In je še mojega očeta to prepričala, da jaz bi pa lahko imela sobo na podstrehi. Na podstrehi, kjer ti niti ne moreš normalno stati. Jaz sem bila sicer še majhna takrat, ampak v roku 2 let jaz bi mogla takole se pač znižati, da bi hodila, ki ni imela izolacije, ker je bilo ful vroče. Tako, neke take stvari, smo bili na bazenu, pa se nisem smela njene brisače dotakniti. Tako, dosti podobno bila, ker njena hčerka, no. Tako da verjetno vemo, pač iz kje izvira. Definitivno, ja. In kako je pol to, pač tvoj oče ugotovil, si mu ti to povedala takoj, ko so se te stvari zgodile? Ne, on je slišal. Slišal je, kako se ona do mene obnaša. Ona je v bistvu meni enkrat rekla, enkrat se je nekaj zgodil, jaz sem šla poklicati mojo mami, sem se izjokala na WC-ju, ona je to pač slišala, kaj sem jaz moja mamici povedala. Je stala pred WC-jem, moj oče pa za njo, ona pa ni vedela. Sem stopila ven, sicer vsega, kar se spomnim, bil je mičkan daljši pogovor, ampak spomnim se besed, ki je rekla, ta mala, to je vojna. Se pravi, neka 30-35 letna ženska, reče 12-letni punčki, ta mala, to je vojna. In moj oče je stal za njo, jaz sem njemu že ves čas, čez celo leto govorila, kako se ona obnaša. Sam je pa tako, ne, pa ti ona ima tebe rada, ne. In takrat, ko je pa to slišal, moj bo vse kliknil. Je bil pa tako, tja se ne laže dejansko, ne. Imela sta nek pogovor in v tistem, mi smo bili takrat na morju, in v tistem je ona pač se pogovorila s svojima otrokoma, vsi so začeli jokati, pakirati, mi smo bila svojih odpeljala in takrat sta pač prekilila mi, da sem imela pa do konca dopusta zase, sama sva bila. Joj, sta se pogovarjala še zdaj, ko si odrasla, kaj z očetom o tej situaciji za nazaj? Ne, dejansko ne. Ne? Ne. Ne vem, z očem se ne pogovarjava toliko o teh stvarih, no. Se bolj kar ne z mami. Kaj pa je bilo potem s tistim partnerjem od mami? Sta še skupaj? Ne. Ok. Ne. Je tudi kakšne par let zatem, sicer je njuna stvar, sta se ona dva razšla zaradi pač ni se lepo obnašal do nje. Ja. Ampak ja, sta šla, hvala Bogu, tudi narazen, ja. Tako da zdaj ima mami super partnerja. Glej, v tretje gre rada. Ja. Pa se še dosti slišita z mami, sta dosti v stikih? Ja, čeprav živijo pol ure stran, sva skozi v stikih. Skozi viva vse eno od drugi, no, tako. Mi da imava sposobnost se pogovarjati tudi po 3 ure po telefonu. Pač sva, ne vem, kar neke prijateljce. Lepo, res. Prej si tudi omenila, da je očitno bilo nekaj na tebi, da si privlačila določen tip fanta. Okay? Me zanima, če lahko poveš kaj več o tem, kak tip fanta je to bil, torej, si da ni bil najlepši razhod. Ne, v bistvu to je bilo tako, jaz nisem bila z nobenim od teh 2 fantov dejansko v zvezi. To je bil nek ta v tej dobi situationship, se pravi, ka si skoraj skupaj, se že nekako tako zgleda, ampak nisi pa dejansko skupaj, a ne. Si official. Ja. In tako je bilo v bistvu prvi fant, s katerim sem imela pač vse prvo. In ne vem, mislim se pač, meni je bil všeč, fajn se mi je bilo družiti z njim. Imela sem občutek, da sem jaz njemu všeč, da to funkcionira. Ampak to je bilo tako skozi konstantno zagreto, pa ne zagreto. In je bil sposoben se pogovarjati z mano par dni
od jutra do večera, pa je pa sam zginil. In pa spet se z mano ful pogovarjal in spet zginil. Stvar v tem je pa bila, da je tako, midva sva nekaj imela, čez nekaj časa je on imel nekaj z mojo prijateljico. Jaz ne vem, zakaj sem v momentu to si dopustila, da sem pol spet z njim nekaj imela in sem že toliko si vzbudila neko upanje, da zdaj pa ja, nekaj bo, ker mi čez en teden pove, da sta s to prijateljico skupaj. Takrat je meni, da bi mi nekdo nož v srce zabil, bila sem ful v šoku. In sem nekako zbežala temu drugemu fantu. Ta drug fant je bil pa, dolgo sva se poznala že, mislim dolgo, ne 2 leti pred tem. On je bil tudi moj prvi dejt, ampak nikoli se nič ni razvili iz tega. Vedno je sicer se pogovarjal z mano, vedno sem imela občutek, da je pač tak spoštljiv do mene, da bi mogoče znali iz tega kaj biti, ampak se nikoli ni nič razvil. Tako da pa po temu kasneje sva imela spet nekako navezala stik, sva se dosti družila, nikoli nisva dejansko nič takrat imela, ampak je tako, jaz sem prespala pri njemu, on je imel svoje stanovanje, jaz sem prespala pri njemu, mi da sva se kadlala, nisva si dala priti ljubčka, nič nisva imela, sam pač kadlala sva se. In to je tako, ful je bil tak čuden odnos. Jaz sem bila včasih tudi po 4 dni pri njemu. On je včasih povabil kakšno punco, ki je prespala pri njemu, sta imela one night stand, ko sem jaz pač mogla iti v drugo sobo spat, da sta pač ona dva svoje opravila. In naslednji dan smo šli, ne vem, ali k njegomu atiju na kosilo in pa je on krh meni podsturil to žensko. In sem se jaz mogla polokvarjati z njo, ker on je šel s svojimi prijatelji, se je dobil, meni je pa rekel, saj bosta vidve skupaj. In to je pač, že sem pa tako, okej, to ni zame, sem se makala stran od njega. Ampak ne vem, zakaj na nek način je on mene še vedno, nekaj me je vlekla k njemu, on mi je še vedno pol pisal, in sem vedno imela vsakič na novo, po tej neki pauzi vmesni občutek, da zdaj pa nekaj bo. In ja, ta zadnja pauza je bila, da sem pa res nekaj imela in en teden kasneje je objavil na story, da ima punco. In jaz sem bila takrat že pač, kaj je z mano narobe, kako vedno privlačam fante, ki nočejo biti skupaj z mano, ampak na koncu pristanejo nedolgo zatem v zvezi. Tako da takrat sem pol ugotovila, da sem sebe zelo, zelo malo cenila, da sem pustila, da so se pač take stvari dogajale. In ja, kakšno leto nisem hotela se z nobenim fantom dobiti, oziroma še po enem letu sem šla na prvi dejt, sem dobila totalen na fanta, grozno mi je bilo. Kaj pa je bilo, da kaj si dobila Sploh nič sazga. S fantom sploh nič ni bilo narobe, on je bil čisto super, spoštljiv. Preveč spoštljiv, verjetno preveč normalen. Ja, preveč normalen. In mislim pa tako, ne, zveze niso zame. Moja familija je bila že čisto prepričana v to, da če bom jaz najdla fanta, bo to čudež. In en mesec po temu sva se z Jurjem od osnovne šole, pač prvič videla in začela ven hoditi in pač zaljubila. Torej njega si pa poznala že iz osnovne šole, takrat, ko si bila ti čudna. ja. Takrat ti nista v osnovni šoli sploh družila. Ne, bila sem si bila že v osnovni šoli všeč. Okej. Ja, on je bil že meni takrat všeč, jaz njemu, ampak to je bilo, pa sem pa že tako mečkana, da nisva dejansko nič niti upala. Kakor mi je rekel, me je še hotel na valeto povabiti, pa ga je en fant prehitel. Tako da ja, in takrat med srednjo šolo vsake tok mi je mogoče kaj napisal, reaktor na story, ampak nisem bila kaj ful veliko v stikih, Takrat, ko sem se pa prvič videla, je pa, ne vem, preskočila neka iskrca, pa sva se začela vsak dan videvati dejansko.
Vsak dan sva hodila ven in sva tudi pol kar hiter začela uradno hoditi. In kako dolgo sta zdaj že skupaj? 1 leto, pa ne vem, ene par mesecev, 3 mesece. In kako bi recimo zdaj zvezo z njim opisala v primerjavi z preteklimi? Čisto drugačno. On je v bistvu, da mi neko spoštovanje do mene, pač nikoli mi ni dal, če zdaj primerjam z unima, nekega doubt, pač dvoma, da bi jaz mogla biti ali ljubosumna, ali nesamozavestna vase. Nekako mi je pokazal neko ljubezen, da mi v bistvu, ne vem, sploh kako naj ga tako boljše opišem, posluša me. Pač karkoli je, razume me, spoštuje me in pač to mi ful pomeni. A zdaj živita skupaj, ne? Ja. Kako dolgo že? V bistvu že dosti od začetka. Okay. Midva sva bila kakšne 3 tedne skupaj, odkar sem se s njemu preselila. Ampak prej smo v bistvu živeli še v stanovanju z njegovim bratom pa punco. Posta se pa Maja pa brat pa njegova punca preselila eno nadstropje nižje, ker sta v bistvu živimo v eni taki ful veliki hiši, cela Jurijeva družina. Tako da spodaj sta babi pa dedi, zdaj sta pač brat pa punca, v sredini, mislim, pol midva, pa zgori še teta pa stric. Taka družinska hiša, no. Tako da zdaj si prisiljena biti družabna po eni strani. Si prej omenila, da si pol imela ravno težave s tem, da nisi bila družabna, da si se težko odprla. Kako se pa potem začela tvoja YouTube pot, tvoja influencer pot, glede na to, da si rekla, da nisi ravno najbolj marala neke Glih iz pozornosti? tega. Jaz sem, ko sem bila doma, sem gledala YouTube posnetke vseh živih ameriških youtuberk. In meni je bilo to tako ful dober. In sem si nekako rekla, zakaj pa ne bi še jaz probala malo to snemati, in sem že po enih 12-13 letih začela malo zase snemati. Sem ene 3 leta sama zase snemala. Jaz sem si že proper kamero kupila, pa jaz sploh nikamor še nisem nič objavljala. Ampak to je bil moj hobi zase. Jaz sem se snemala, snemala sem kakšne challenge, make-up videe, ko sem sam govorila, učila sem se montirati, da sem v bistvu dejansko malo bolj obvladala, mislim, znala vse to, da sem se pa pol enega lepega dneva odločila, kaj pa če bi jaz to objavila. In najprej sem začela objavljati v angleščini, imela sem ene 3 videe v angleščini, ampak niti, to je bil 7. razred osnovne šole, jaz niti dober anglešk nisem znala govoriti. Pa sem pa tako, pa zakaj se matram v angleščini, če lahko govorim v slovenščini? In sem odprla nov kanal, objavila prvi video v slovenščini in je čudežno blow upu. Sploh ne vem, kako se je to dejansko zgodilo, pač očitno sem glih ujela nek ta termin, takrat je bil YouTube nenormalno popularen in ja, moj video je pač ful narastel, začela sem dobivati followerje in v roku kakšnih 14 dni sem imela že 10,000 followerjev. Pa sem pa nekako ostala v temu. Sem snemala, vsako nedeljo je bil en video. In čakaj, koliko si imela pol recimo približno ogledov takrat, ko je bil tisti YouTube era? Odvisno. Kakšni videi 20-30 tisoč, kakšni videi 100, 110, kaj tasga. Ne vem, največ je bil po mojem 200. In kako to, da si potem se malo bolj premaknila na druga socialna omrežja? Zdaj ne objavljaš več na YouTubeu, ne? Mislim, ja, imela sem, maja sem objavila Neki vlog, Ja. Ampak je to tako, zdaj bolj za mojo dušo še, ker tako malo mi je fajn, vloge mi je fajn snemati, da si še jaz malo zapomnim take stvari. Ni pa dejansko več časovno mi znesel karkoli snemati, ker saj že verjetno sama veš, YouTube vzame veliko več časa, kot Instagram ali pa TikTok. Jaz sem en video znala montirati tudi po 10-15 ur in pač ja, ni šlo več skozi. Starejša sem bila, že pol itak že šola, pol po šoli že kar sem delala zraven in mi ni več znesel. Pa se mi zdi tudi, da če zdaj recimo primerjaš, koliko lahko ti narediš v 10 urah in kontenta in stvari za naročnike do zidika nekega denarja, ne, itak si potem pridobila ful neke
kako naj rečem, zagrete publike, občinstva, sledilcev, ko so videli, kakšna si, Ja. ravno iz YouTuba, ne. Ja. In pol se tako nekako predstavi. Ne? Ja, se mi zdi, da so vsi sledilci nekako šli z mano na Instagram in se pač predstavili na Instagram, no. Itak še zdaj, še do današnjega dneva dobim, kdaj bo nov YouTube video? Pa se mi zdi, da imam feeling, da bo to do konca življenja to vprašanje se nekje pojavljalo. Kdaj boš objavila nov YouTube video? In tudi, kaj ga dejansko objavim, ljudje sploh ne grejo pogledat, če sem ga objavila, ampak jim je že to tako nekako avtomatsko, da vprašajo. Ker tudi najbolj smešno mi je bilo, en dan potem, ko sem vlog objavila, sem dobila vprašanje, pač kdaj bo nov YouTube video. Pa sem pa sam poslala, sem tako, glih, ker je bil objavljen včeraj. In je, ja, ne vem, sej, YouTube je še vedno moj začetek, moja strast. Najbolj ljub mi je YouTube od vseh socialnih omrežij, ampak če ne bi toliko časa rabo v njega vložiti, bi bilo to veliko lažje. Ja, nočeš pa potem tudi nekaj na vrat na nos hitro, Ja. ker pač veš, da si vedno rada dala verjetno kvaliteto tja Ja, notri, ne. In točno rajši ne objaviš, kot da je nekaj, mislim, rajši bolj objaviš na Instagram ali pa na TikTok, ne. Ja. In kdaj si, čakaj, si že služila kaj na YouTubu? Ja, ampak to je bilo tako, vse skupaj nič. V bistvu prvo, mislim, da sodelovanje, s katerim sem zaslužila, je bilo Chupa Chups. Sem imela z njimi, ampak to ni bilo kaj veliko, no. Se spomniš, koliko si imela takrat plačila? Jaz bi rekla, da za cel YouTube video namenjen njim je bil 250 €. Ok, koliko Ja. pa si imela sledilcev? Ene 20 000, Ok. ampak ogledajo je bilo pa tam ponavadi 50-60 000, ne. Se pravi, če zdaj gledaš, veliko preniska cena. Ja. In zdaj si torej omenila, da si na faksu, se ukvarjaš dansko s tem, kar ti bo itak, Ja. kar ti itak pride prav že zdaj in živiš trenutno od Instagrama Ja. in TikToka. Okay. Ja, tako. Katera so neka največja sodelovanja, ki jih imaš, na katera si najbolj ponosna? V bistvu najbolj mi pomeni L'Oreal, v bistvu njihova cela, vse skupaj, v bistvu letno sodelujem z Garnierjem, kar tudi spada pod L'Oreal, potem Lancome. Lancome je pač ena make-up znamka, ki mi je tudi ful ljuba. Samsung je tudi dejansko mi eden izmed presenetljivo zelo fajnih. Dolga leta sem se izogibala, letos so me nekako prepričalo to, da probam in dejansko mi je všeč, ful rada sodelujem z njimi. Všeč so mi sploh podjetja, ki mi dajo neke odprte roke, ki mi dajo možnost, da povem, kaj si mislim, da naredim tako, kot sem si zamislila, ne pa da mi pošljajo scenarij, kaj moram jaz povedati. To ni glih moj stil, tudi vedno hočem povedati neko moje realno mnenje in če tega ne morem oziroma me ful omejijo, ponavadi ne sodelujem več z njimi, no. Ja, ali pa slučajno, da ti rečejo, da ni panike, oba pošlješ, pa je milijon popravkov, pa si misliš, Ja, to sem imela lani za eno znamko, 4-krat sem mogla iti snemati video, sem že na koncu mislila, da se mi bo zmešal. Ka glih, pač to, da si ti vzameš čas, da greš posnet video, se pravi, ti moraš pomisliti na to, da jaz rabim snemalca, ki bo mene posnel. In pač nekdo me mora priti posnet in če mi ti vnaprej ne pošljaš, kaj ti želiš, jaz posnamem po neki svojem stilu in pol me popravljajo, jaz zdaj ne morem več kaj narediti, da pač bo tega, ne vem, da bo tega produkta več ali pa v prvih 2 sekundah, da bo videna, ne, če mi tega vnaprej ne poveš. In takrat se prav spomnim, da je bilo ful teh nekih popravkov in sem si že na koncu mislila, samo da zaključim z vami. ja, in pol te to itak nastresira, ne. Ja. Kaj pa recimo zbijanje cene, se ti dogaja dostikrat? Oziroma tako bom rekla, ponavadi kar obupajo in so tako, previsoka cena, pač ni za nas, a ne. Ali pa mi sploh ne odpišejo. V bistvu jaz pač pošljem cenik in pa sem
zginejo iz obzorja, oziroma eni mi napišejo, aha, mi smo pa mislili pač, da bi delali za kompenzacijo, ne. Ja, Kar pač že... za neke, joj, ne, zdaj. Ja, Ne bom imensko, ker nočemo se Ja. ne zameriti, ne, če bo mogoče kakšen milijonar še kako druga firma ustvarila. Ampak ja, se tudi zgodi, ne, in Ja. ti pišejo. In jaz sem zadnjič sem dobila ravno nek mail iz neke založbe, Aha. da se jim zdi jaz ful lepo napisano, ful primerna, Ja. za kompenzacijo, za izdelek, ki stane, ne vem, 30 evrov. Ja. Nareš moraš pa reel, pa story set, pa tudi, če bi bil samo story set, in sem pač samo napisala, da prvič, da sem napisala, da se mi pač to zdi, da bom iskreno povedala, da se mi to zdi zelo nespoštljivo, ker pač kak si drzneš sploh napisati tak mail, če imaš ljudi, ki so content creatorji, ki imajo, ne vem, 5-6 tisoč sledilcev, Pa računajo. pa recimo naj njim napišejo, veš, ali pa ne vem, pač kak jih ni sram, pač kaj ti misliš, da kaj Instagram, ko boostaš ti zastonj ponudi, ne da ti, ne, in potem še ti probaš izkoristiti to, da ima nekdo oglede, ne, in včasih se mi zdi, da še pošljem statistiko, pa je lahko tisti mesec brutalna, pa isto, veš, in ali pa ne vem, ti nekdo reče, je to zadnja cena, ja, bi šlo za toliko, ne, in še trikrat isto. Ja. In sem tak, razumem, da ne vem, je meni produkt okej, ne, ampak če lahko zaupaš, če ne želiš, tako ne rabiš, koliko je recimo neka najvišja cena, najvišja ponudba, ki si jo dobila za recimo en reel? Da so mi oni poslali ponudbo, za koliko bi, Recimo. ne vem, nekih... Zdaj razmišljam, a čem povedati, ali ne? Se to verjetno ni za vsako sodelovanje. Ne. Mislim, tako pač zelo odvisno. Ponavadi tak firme kot same nikoli ne dajo neke ful visoke cene. Vedno nekako, ali če že moram jaz malo zvišati ceno, ali pač jim malo prepoloviti, pa kaj zamenjati, obrniti. Samo podjetje nikoli neki ful visoke cene za reel. Mogoče najvišja, da so mi dali, je bilo 500 evrov. Ja. Okay. Koliko pa recimo bi šla na roko za neko kompenzacijo, če bi hotla izdelek? Bi delala za katero firmo samo za kompenzacijo? Ja, definitivno. Apple. If you're watching. Kje so recimo neke firme, s katerimi bi z veseljem delala samo za kompenzacijo? Za stvari, ki jih dejansko rabim. Sploh zdaj, kakšno pohištvo. Ja, to si videla, zdaj imajo ful dosti jih ima za neke kavče. Ja, mene so glih danes zavrnili. Ja. Glej, kot da sem vedela, da... Ja, v bistvu sem jim sicer sama pisala, Ja, pač sem itak. ful sem bila navdušena nad njihovimi kavči, ful so mi, zgledali so mi sicer, posegla se še nikoli nisem na nobenega, ampak vse zgledali so mi ful fajn, pa zanimive prevleke imajo. Okay. Kar je pač Mina mama zajčka, mislim, Juri mama zajčka. Sem videla, in danes da imajo pogrizo neki kavč. Ja, in nama je zgrizel že na 2 delih kavč in jaz se ne upam mnogo kavčekov, pa čeprav tisti kavč je grozen, neudoben, tako ne morva niti oba ležati gor na njemu, ampak ne upam si dati zdaj 2 jurja za kavč, da mi ga bo on čez en teden zgrizel, kapol, pa se mi bo zmešal po pravici. Ker sem videla, da imajo to opcijo, sem tako, videla sem, da veliko sodelujo, sem jim pač napisala. Mislim, da so rabili skoraj 14 dni, da so mi odgovorili. Da sem pol pač, so mi odgovorili, da ja, da je moja populacija preniska, da sem pač moji sledilci premladi za njih. In da pač niso pripravljeni sodelovati z mano. Koliko pa imaš sledilce stare po večini? Med 18 in 24 je največ, pol takoj za njimi je pa torej od 25 do 34. Ja, pa to zaverjetno ni, ne vem, 90-10%. Ne, vem je kaj. kar tam. Ja. Ampak meni se tudi zdi, da to je neka generacija, ki ponavadi glih si začne opremljati. Ok, ne glih 18-letniki, ampak jaz bi rekla od 23 do 35 je pa že kar normala, sploh za pač nek kupiti kavč. Ja, ampak očitno ima že zračunal svojo populacijo in ja. Meni je iskreno, pa mi gre najbolj na žice to, ko, ne vem, če se lahko jaz potrudim, da odpišem veš neki, ne vem, neki mali firmi ali pa neki punci, ki mi piše, da ima neko spletno trgovino, pa jo preusmerim na mail, pa jaz odpišem, najbolj mi gre na žice podjetja, ki pač ne odpišejo. In tako, pač no se lahko napišeš,
ne hvala ali pa Ja. trenutno ne, mogoče pa tako veš, da Ja, to je ja. ono, kot ti nekdo reče, če bomo potrebovali za kakšno... Ja. Never happened, Ja. never happened. Tako da, ja, imaš kako ful slabo izkušnjo z naročnikom, ne rabiš imensko. Razen neplačevanja računov, ne. To mislim pa, da se dogaja kar pogosto. To je ena stvar, ki ne vem, zakaj se tako malo govori o njej, ampak naročniki od nas pričakujejo, da bomo vse na datum objavili. Jaz si moram vnaprej pred datumom poslati v odobritev, da jaz lahko pač še na datum objavim. Da ne govorim o tem, da njihov rok plačila je ponovadi itak od 60 do 90 dni, kar mi je že tako... To je veliko časa. To za 3 mesece, Ja. zdaj v službi tudi, da dobiš vsake 3 mesece plače. Ja. In sem že tako, ok, v redu, ti rabiš, pač sploh če je to neka agencija, da ti pač podjetje nakaže in pa ti nakažeš pač na moje podjetje, a ne, razumem, da traja. Ampak ne, da po koncu roka plačila 60 dni, ti rabiš še dodatnih 60 dni, ker ti jaz 4 maile moram pomes poslati, da plačaš ta dejanski račun. Jaz sem imela najdlje, ko so rabili, je bilo 6 mesecev, da sem jim plačala račun. Pa misliš, da je ok, ti imaš napisan datum, ne? Ti imaš napisan, da si ti izdala. Ja. Jaz sem zdaj razmišljala, da bi prav začela delati tako, če presežejo datum, bi prav imela napisano na računu za vsak presežen dan zaračunam dodatno 5 evrov. Misliš, da je to, da je dovoljeno, to moram prav vprašati svojo Ne vem, če je. računovodkinjo. Ja. To moram prav Ne vem. vprašati svojo računovodkinjo. Mislim, bilo bi fair dejansko, ampak ne, Pa da saj veš, ponavadi- nekaj obresti zaračunaš. Ja, sej pa navadi tudi, če elektrike ne plačaš, prvi pomin še dobiš, ne, te drugi pomin je pa že dražji, moraš pa že kaj več plačati, ne. Daj, gled, to, tja to bomo zdaj prav se pozanimali. Ja, In prav res. podjetja, ki ne plačujete računov, pazite se. No, vsem ostalim, gled, to bom zdaj spričala for life, če bom zvedela, da je to. Če se da, ne. Če se da, ja. Si pa zraven tega tudi content creator, ne? Torej Ja. ne postaš, ne objavljaš, sorry Ja. Karens, ne objavljaš samo na Svoj- svojih profilih. Ja. Čakaj, koliko imaš, da ti na TikToku? Imaš več kot na Instagramu? Ne? Ali imaš? Ne, na TikToku imam še vedno mičkar manj. Ok. In kje imaš več sodelovanj na Instagramu, verjetno, ne? Ja. Ok, objavljaš pa zraven tega tudi za druge naročnike, si pri kakšni agenciji ali Zase. tu pa tam. Okay? Zase. Oziroma tako je, ali grem, če je kakšna agencija, zdaj delam na primer za A1 Vibe, delamo, sem jaz tam kot obraz, se pravi, Ana sem videla, da je bila že to pri mislim, tebi. če sodeluješ z kako agencijo tako ja. specifično. Okay. Ja, tako ja. Mislim, tako sem pri A1, mislim, imamo pri Dunkin Devilsih. Sem jaz kot sam obraz. Jaz pridem tja, oni napišejo scenarij, oni posnamejo, zmontirajo, objavijo, jaz sem tam sam na snemalni dan, pridem, posnamem, grem. Nimam dejansko nič dela s tem. Zraven pa ja, delava še s prijateljico, pa tako, da pač jaz pač piševa scenarije, snemava, montirava, objavljava, tako no. In se tudi midve na videih. Za katere filme si potem prav samo content creator? Torej, Pil, Sofizo, Estela. Zdaj sem prav pač sam content creator. Ok. Ena stvar še, Ja. ker vem, da si imela ful lepo izkušnjo s tem in Ja. sicer to je musical. Ja. Ok. V bistvu, prišlo je do tega ful random. Jaz sem videla na storju, da je v naši plesni šoli pač, da je v Boleru audicija in sem bila tako, ok, sicer je jazzerska audicija, mislim pač jazzerski trener je to objavil, a ne. Jaz sem bila tako, jaz nisem jazza plesala od 9. 10. leta, ne. To je dolgo od tega, nisem več, ne znam jazza plesati. In pa sem malo te nekaj vprašala in sem bila tako, misliš, da lahko grem? Pa je tako, ja, pa je sej musical, pač ni toliko jazz, kot ti misliš, da je, pač znaš plesati. v redu je. Ja. In na koncu sem bila res prijeta in se je bilo ful dobro, sicer smo imeli mesec ali pa mesec pa pol, slabe 2 meseca, treninge tako dost. Takrat je bilo še pred državnim in pa smo imeli še treninge za državno, jaz sem bila tudi po 8 ur takrat v dvorani. In sicer meni je bilo tako fajn, meni ni bil problem biti tam. Pa prvič, ko smo imeli nastop, čist druga izkušnja je. Musical traja 2 uri.
ti si dejansko 2 uri, pač se skozi nekaj dogaja. Saj imaš pavze vmes, pa so sami igralci na odru, a ne. Ampak to si skozi. Ta outfit, drug outfit, vadaš vmes koreografije, skozi se nekaj dogaja. Pač ful je fajn. Ful sem spoznala še zraven novih ljudi, čist druge v bistvu sta bila samo 2 plesalca pa soplesalka, ki sem jih poznala iz hip-hopa, drugi so bili vsi jazzerji. Tako da čist neka druga ekipa ljudi. Se pa to še vedno dogaja, mislim, še vedno imamo, čeprav imamo full pauze vmes. Imamo glih zdaj, mislim, da septembra spet začnemo, zdaj imamo septembra spet 3 predstave. Pa še imate treninge? Ne, tako imamo generalko, enkrat se dobimo, se preplešemo, zdaj tako, mi smo se naučili vse, takrat v mesecu pa pol, pač da smo res vse dobro zvadili, zdaj pa sam pač na nas. Se pravi, sam moraš zvaditi, sam moraš iti čez, da ko prideš ti na generalko, da to pač gladko steče, da tudi za vse čim manj časa traja. Tako da ni nekih dejanskih treningov, je pa že res, moraš sam biti dosti organiziran, da zvadaš to, ne, da bo dobro izgledalo. In kje vas lahko vidijo? Zdajle imamo v operi. To sem prav, ko smo dobili, pa ko sem videla, da jaz plešem, 2 skupini smo, ko se malo menjamo, če pač kdo zboli pa tako. In sem glih jaz bila napisana, da plešem v operi in sem takrat tako, wow, pač tako Nice. mini tija, tako žarijo tudi znotar. Pa kje še imamo? A veš, da ne vem. Mogla bi pogledati. Nekje še v Ljubljani, drugače pa po celi Sloveniji. Si imamo datume razpisane še do leta 2026. Aha, Tako ok, da torej se bo dogaja. se še nadaljevala. Ja, Okay. ja. Imaš kako izkušnjo, da si se kdaj zmotila na tekmi, na nastopu, na operi, na musiclu? Ja. Ja. Verjetno travmatična bo kot vse ostale V bistvu, kot na tekmi, mislim, da se nisem dejansko, se mi ni nikoli zgodilo, kakor se mi je na musiclu, ker je vse tako, pol že, toliko si že noter uživeti in vse, da ti včasih kaj, pa se nekdo drug zmot, pa že pol mal nisi več ziher. Enkrat sva soplesalcem se čist narobe vrtela, čist ekstra od vseh drugih, hvala Bogu, sem bila na robu. Ampak od gledalcev, vsaj teh, ki so moji prišli gledati, ni čisto noben opazil. Ampak glih slučajno so nas posneli in še takaj snemu ni opazil, ker so to objavili na Mamma Mia Instagram in tako direkt najo, kako se zmotva. In so se sam pač tako že tako smejala en drugmu in pač midva so bila direkt v kadru tega in sem bila kratko, kje ste glih to najdeli zdaj za objaviti, ko se pač midva zmotva noter. Ampak veš, verjetno so misli, da je to del predstave, Ja. da se vida malo drugače zavrtita, ampak Ja. saj veš, kak noben včasih Redko ne ve. kdo opaz, sploh te, ki niso plesalci, pač ne opazijo ponavadi. Na sami tekmi pa ne. Saj nimam v spominu, no. Ja. Tija, hvala. Hvala, ker si prišla. Se mi zdi, da smo res imeli en čudovit pogovor, da so ljudje ogromno stvari izvedeli od tebe, tudi mogoče, ko o njih ne govoriš, ker spet se mi zdi, da, tako so že prej govorili, včasih je lahko nekaj prezlajnano, ali pa danes itak, ko govoriš o sebi, vsak reče, ja, iščeš pozornost, iščeš to, tako da hvala, ker si prišla, hvala, ker si delila, ker si se počutila varno, da si sploh delila te stvari. Kje te lahko ljudje spremljajo, lahko sama poveš? Ja, torej na mojem Instagramu, na TikToku. Mislim, moj YouTube je še vedno objavljen, videi so še vedno gor, čeprav so že zelo stari. Ampak ja, najbolj aktivna sem pa na Instagramu, pa zdaj se trudim biti tudi na TikToku čim več. Boš delila kak video iz musicalov? Ok, bom se potrudila. Evo, zdaj ti je obljubila na podcastu, da bo delila, tako da jo spremljajte. Hvala ti še enkrat. Hvala pa tebi. se gledamo. Čau!